Veš, kako me kličejo moji sodelavci, nacija, ne? Danes je z nama Vesna. Recimo, pri seksu meni je misionar zakon. Ne bi šla pa v trojčka. A bi rajš seksala pred svojimi starši ali pa gledala svoje starše, kako seksajo? Kaj? Iščem nenavadne place, riski place, kjer me lahko zalotijo. Kaj pa so ti čudni placi? No. Zdaj, ko pomislim za nazaj, si mislim, kaj je bilo narobe s tabo, da si tam sploh lahko. Preden začnemo, bi se pa rada zahvalila najnemu sponzorju Temptiko čokoladi. To je ena prav posebna čokolada, ki vsebuje afrodizijake in ko jo poješ, si potem zelo horni. Ne smeš pojesti več kot 5 koščkov, to piše v navodilih. So pa to staro obe sprobale, ne skupaj, jaz sem to probala z mojim partnerjem in moram reči, da sem doživela enega najboljših seksov svojega življenja, čeprav sem bila zelo skeptična, preden sem to sprobala, tako da če bi tudi ti rad doživel najboljše orgazme svojega življenja, potem lahko uporabiš kodo med nama 20 ali pa še boljš, sam klikneš link dol v opisu in bo koda že noter ušteta in boš dobil tole čokolado po znižani ceni. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu A lahko to ostane med nama, Kjer bomo govorili o lulicah, lulčkih in o seksu z lutkami. Danes je z nama Vesna iz Živja. enega zelo znanega podcasta, za katerega ste sigurno že slišali, tisti dnevi v mesecu. Ja. To je In v bistvu- zakaj ste to slišali? Ker nam je Lucija prinesla čez 700,000 ogledov. Tako da, ja. 600,000 je verjetno nekih spamov iz Indije, ampak nič hudega. Iz Rusije. Ampak so originalni gospodi, malo starejši tam imajo radi, ampak so, obstajajo. Veš, kaj po moje razumejo besede tvoje, kaj govoriš in to je to. Pa Zato gledajo. se je imela tudi največje igrače na svetu v roki, pa mahala z njimi, tako da niso se rabili veliko truditi. Je bilo Izvoli. zelo vizualno. Ampak ja, v glavnem, to je tako največji podcast o seksu v Sloveniji. Pa tudi tako en največjih podcastov sploh v Sloveniji, v resnici. Kar se tiče ogledov in prepoznavnosti. Ja, med bolj, ker smo ful ponosne punce, ker je pač res nek tak babi podcast, a ne to, kar v bistvu tudi video delata. Je pa, jaz bi te popravila, mogoče za razliko od vaju, kjer se bolj fokusirata na seks in tako pač na ta gigi-migi part, ne? Mogoče imamo mi mečkam bolj o odnosih ali pa mal širše v tem smislu, kaj se punce pogovarjamo, ko gremo na kavo. Lahko se pogovarjamo o seksu, lahko se pa pogovarjamo tudi o materinstvu ali pa o tem, koliko je fajn nam nek nov igralec ali pa tako da it's Ja. all, ne, Ja. vsega pomal. Je pa to zelo pomemben del, ne, našega življenja. To si dobro povedala. Gledamo se vsak ponedeljek ob 8 zvečer, zaradi tega, da se ponedeljki začnejo s seksom. Da niso več bedni in dolgočasni. Ja, pa preden začnemo, bi se rada zahvalila tebi, ki naj jo gledaš in te prosila, da lajkaš, pa se naročiš na najn kanal, ker nama to ful pomaga. In še en disclaimer, preden začnemo, če te vsebine o spolnosti ne zanimajo ali pa si primer za njih, ne gledaj tega podcasta. Ok, zdaj pa Vesna. Veš kaj? Kakšne lutke. Kdo razloži, kakšne lutke? Do tega še pridemo. Okay. Ja. Najprej pa, kako bi ti sama sebe opisala? Tako v 2 stavkih. Bog pomagaj. Da sem en tak, Jezus. Veš, kako me kličejo moji sodelavci, nacija, ne? Tako da jaz bi rekla, da sem zelo odprt, zelo direkten človek, ampak bi rekla, da sem ful pravična. Znam biti pa doma, ker sem za 4 stenami tudi ena navadna cmizdra, ki se zjoka za vsak klinac, tako da zelo open, zelo pripravljena na nove stvari, ful ne obsojam ničesar, po drugi strani sem pa ekstremno tradicionalna za ene. A veš, tudi pač, ne vem, recimo pri seksu meni je misionar zakon. I love it. Saj ne da drugih stvari ne probam, pa da jih ne maram, ampak tako I love it. Evo. Ja, drugač, twins, jaz to, da No, pač a imam največ vidiš. misionarca, tako da. tudi. Ne, se nimam najrajš, ampak I love ja. it. I Kaj love imaš pa najrajš? it. Kontra. Da sem jaz gor. Res? Ja. Wow. Ja, to Zakaj imam pa? najrajš. Po mojem ta malo občutek, da si pač bosi, ne, to je ta en del mene. Drugo pa čist po mojem pozicija, zato ker mi paše. Res mi paše. Pa zdi se mi, da sam takrat si ti v kontroli, lahko uravnavaš, točno narediš tako, kot ti paše in mi je pač to všeč. Ok, ja, drugač, ful velik žensk. Ta misionarci tak
tistim, ki nam je najbolj všeč, nam je zaradi tega, ker imaš občutek, da si res povezan s človekom, pa se lahko gledaš v oči, pa je ta intima. Ampak ta cowgirl, ki je ženska na vrhu, je pa pri ženskah najbolj priljubljen lik zaradi tega, ker lahko one nadzirajo tempo in kako močno se pritiska in lahko se drgnejo s klitorisom ob pelvis moškega in potem tudi lažje držiš orgazem velikrat na tak način, tako da čisto razumem, zakaj je to tvoj najljubši položaj. Pač malo si ga vzamemo, ko smo vzgore. Ja. Ti diktiraš, ampak mi je tudi zato misionarcu všeč, zato ker je ta občutek, ko je nekdo na tebi, pa si vas peštan, pa tako res je tak cool feeling je, da si nekje stisnen. To, če si z nekom, ki ga imaš rad. Ja, se strinjam. Kako cute, kakšna cute epizoda. A ni? Drugače, ful mi je bilo zanimivo, zdaj sem bila na Če ga oprosti, Instagramu. Luci, sem če ga nimaš rad, pa te spešta tam vspod, tako gruntaš, kako si preživel, pa prišel ven. Razumeš, mečkam druga percepcija. Ja, je pol. absolutno. Ja, izvoli. Ne, ful mi je bilo zanimivo, ker sem imela zdaj na Instagramu vprašanje, kjer seks položaj je pač ljudem bolj všeč. Ampak je bilo pa primerjava med misionarcem pa dogijem. Okay. In sem ful pričakovala, da bo več žensk rekli, da jim je misionarc in je bilo tako 50-50, pač dogi pa misionarc. To sem bila prav presenečena. In pa mi je napisal, je da čudega, če imaš pa ti raš misionarca, da si to mislila. Tako da, ja, sklepam po sebi. Ampak kaj bi pa tle izbrala? Misionarc ali dogi? Misionarc, pa mi je tudi ta všeč, ampak tam je pa pač misionarc zmaga. Okay, to se pravi, Večja intima. cowgirl, misionarc, dogi. Tako, nekako. Okay. No, Tako jo, nekako. sem že veliko teb zvedela. Koliko bi se pa ocenila na lestvici od 1 do 10, koliko si vanila? To zdaj veš, kaj Dobro, pomeni. ti veš. Lucija mi je predstavila izraz vanila. Ja? Tako jaz sem kar. Jaz imam rada malo začimb na vaniljevem pudingu. Recimo cimet ali pa čokoladica ali pa karkoli, ampak tako kar vanila bi bil tam, koliko na 1 do 10. Ko pa je 10. Ena je full vanila, 10 je pa spicy. Ja, kar pa ne tam 3,5, 4. Meni je, imam rada klasiko. Ja, okay. Ja, ni, Pa sej se že malo... A te lahko vprašam, lahko. na zadnje, ko sem bila jaz pri vas, Ja. si ti rekla, da ti nisi tako zadrta, kot mislimo, da si. In potem, ko smo te vprašali, kaj to pomeni, si rekla, da boš drugič o tem. A je lahko danes ta drugič in nam poveš, kaj to pomeni? Ne vem, jaz za zadrte ljudi, ne, to ni pravi izraz. Jaz za te, ki ti praviš vanila enka, smatram ljudi, ki pač izvajajo svoje posteljne aktivnosti, recimo doma, v postli, po nekem urniku, ne vem, kao otroci gledajo risanko, če imaš otroci. Ne vem, tako da so zelo tradicionalni, da zvečer grejo v poslo, pač to upravijo, ker ne, zdaj se mogoče, ali pa na kavču, ni zdaj to pomembno. Pač jaz govorim, da nisem zadrta, zato ker pač iščem nenavadne place, riski place, kjer me lahko zalotijo. Samo mogoče pri teh igračkah v položajih, pa če s nekaj probam in pa si mislim, zakaj da fakt bi imela nogo nekje za vratom, če mi je neudobno, pa me zategne in imam pač rajš te svoje ljube položaje in to na različnih placih, včasih je bilo tudi z različnimi ljudmi, a ne, tako pač sprobam, njimi pa, ne vem, ne bi šla pa v trojčka. Ni mi do tega, ne bi, ne vem, neke čudne, gledala sem enkrat neke igrače, ki zgleda topovska krogla, ki te nekam, tako mi je da fakt bi jaz to vse naredila, pač le v redu je, ne. Lahko ne pinki lisičke, razumeš? Ja, lahko to je cutie, ne, to mi je všeč in mi je tudi isti feeling je, če si ti pač prevezen, pa imaš ta občutek, da si nemočen, pa da, ne. Ni mi pa, zato pravim, da placi so nenavadni, ni mi panike nič probat, ker partner predlaga, če predlaga, ampak pa, ko vidim, da mi ni všeč, to povem. In rečem, ne, ker stick with it. Pa si vedno bila taka, ali si bila včasih malo bolj avanturistična, pa spol reka, meni se tu ne da, sploh. Ne, včasih sem bila bolj zadrta. Včasih sem bila bolj, zato ker sem bila nesamozavestna. Evo, čistko, zato ker pač... A veš, zdaj imam strije, zdaj imam celulit, pa si mislim, go for it, če kdo to opaz, takrat, ko sem jaz v akciji, super, a ne? Ne, res sem bila, včasih sem bila ful nesamozavestna, skrbel me je, luč ugasnjena, nujno. Pa še zdaj imam rada, da je luč ugasnjena, sem zdaj iz drugega, zdaj mi je bolj romantično, če je neka taka light, veš, tako da je, ne. In sem se ful sekirala, kako bo, a bom vse ok naredila, mu bo všečno, ne bo zdaj, pa zdaj se pa pač ne sekiram več, zdaj pa pač akcija na pol. Kaj pa so ti čudni placi, ki si prej rekla, da enega povej? Ne morem. Ne morem, zanj sem povedala v pisarni svojim prijateljem in je psihopatski. Res je psihopatski. Pokopališče. Bolj psihopatski kot to in je pač... Cirkev. No, to bi bilo dobro. Ta bi bil čuden.
Ta bi bil nenavaden, čuden, ampak ne, res je, ne morem, ker če bo to moj otrok nekega dne gledal, pač nočem, da zdaj, ker je bilo pač, ker zdaj, ko pomislim za nazaj, si mislim, kaj je bilo narobe s tabo, da si tam sploh lahko. Pa en mal manj psihopatski. Ja, ampak jih pa vidiš, jih pa ni več. Ker to, da si, ne vem, na neki plaži ali pa da si, ne vem, bila sem že v stanovanju najemniškem, kjer je bila najemnica v sosednem prostoru, v bistvu bila garsonera, ker bi lahko šla mim sem na WC, pa sem jaz v drugi sobi. To ni nenavaden plac, to je bil riski, to je bilo pač ne, ampak ni bilo pa. A so te kdaj ujeli potem? Ne. Wow, profesionalka. Res, a ne? Ali pa imam srečo. Več sreče kot pameti, bi se temu reklo, ja. Ampak to te je palil, pač glih ta ideja, da te lahko ujamejo. Ja, ampak če bi te pa ujeli, bi ti bilo pa bedno. Ali bi ti bilo tako? Po mojem bi mi bilo. Mislim, zdaj odvisno kdo te ujame, ja, ne? odvisno, kdo bi me ujel. Zdaj, če bi me en tako XY, bi mi bilo pač mal naroden verjeten, pa bi si mislila, bilo je prošlo. Zdaj, če bi me pa glih, ne vem, babica zalotila tam, pač mi pa verjetno ne bi bilo tako prijetno iti več na nedeljska kosila, no. Ja, bi rekla, ja, pa zdaj te vsi poznajo, zdaj mogoče ne smeš v knjižnici seksati tam predvsem, ali pa kaj, ne? No, zdaj se mi nada več. Ok, fair. Me je malo minilo. Čeprav so rekli, da po 40 te spet prime. Zelo hmal. Nisem še malo čakam. Čakam, če bo kaj. Te bomo povabili tako, ene po tvojem rojstnem dnevu, kako si kaj. Dajte. Ok. Zdaj imamo pa mi dve sva za to, da zdaj smo te že kar malo bolj spoznali, ampak so pripravljene par vprašanj, ki se imenujejo icebreaker questions. To se pravi, vprašanje za razbit led. In boš ti odgovorila, pa še mi da povedala, da ugotovimo, kdo je tukaj nor. Ne? My God! In prvo vprašanje. A bi rajš seksala pred svojimi starši ali pa gledala svoje starše, kako seksajo? Raj bi pred svojimi starši. Oni pa te travme nosijo do konca življenja. Jaz jih ja, videli so me nago, rodila me je. Kaj bo pač videla enkrat? Sej ve, da to počnem. Predvidevam, da ampak ve, če imamo... da ne bi vedela ti, da te takrat gledata in bi ti delala res pač bi bila in the moment, da se ne bi mogla delati zdaj neki lepo, pa tako... Lažje, pa bi pa zvedela, da so me gledali. Ja, mami bi ti povedala zjutraj. Ja, pač bedno bi mi bilo, grozno bi mi bilo, ampak nočem videti svojih staršev, kako to počnejo. Vem, da so to počeli, ker so me mogli narediti. Pa še kjerkrat. Ampak jaz mislim, da bi se mi ta slika, da gledam svojega očeta in mamo, toliko nekam vtisnila, da ne bi s tem mogla živeti. Jaz ne. Čeprav zdaj, ko si to rekla, si tako dobro argumentirala, da bi jaz skor spremenila svoj odgovor. Sam po resnici, tako če pomislim, da jaz ne bi vedela, da me v momentu gledajo, bi mi bilo itak pač vse, ker ne bi vedela v momentu, pa bi pa zvedela, pa si itak ne bi spomnila vsega, kar se je zgodilo. Čeprav verjetno bi se spomnila glih najhujših stvari. Jaz bi raje gledala svoje starše. Ne. Če te oči voz na tenis, pa na plesne urice, pa zvečer ti pravljico bere in pol gledaš, kako svojega prijatelja vtika v tvojo mami, oprosti. Meni je to ful, narobe je meni, če starše gledaš ful, meni je pač ne. Če hčerko je pa ful cool. Vem, sem pač naredil, me naj živi s tem, da ni treba. Je drugače po drugi strani je res hujša travma za unga, ki gleda. Ja, vse za to. Mislim, da bi bila hujša travma. Jaz lahko to malo pol se mi zdi, da odmislim. Ne vem, nisem probala še nikoli. In pa bi bila, ne vem, z enim. Zdaj si pa predstavljaj to sliko, da ti ostane, kako tvoj oče v položaju 69 nekaj dela s tvojo mamo in potem greš ti na nek one night stand in potem se ti pač se data v ta položaj in te blih v tistem trenutku pride slika od očeta pa od mame. Naj ima ta onedva to sliko, ko dela ta položaj 69, če ga delate. Jaz je nočem imeti, razumeš? Fair enough. Tu si pa zdaj res dobro povedala. Gremo na naslednje vprašanje. Jaz sem kar traume imam, pa jih sploh videla nisem. To je bil najboljši argument, ki sem ga kdajkoli slišala. Jaz se strinjam s tabo 100%. Jaz tudi. Pa sem bila prej drugačnega mnenja. Hvala za to. Zdaj bom vedela, če me kdo to kdaj vpraša, kaj odgovorite. To so moje mnenje. Vi lahko gledate starše. Z veseljem, ker gledate svoje starše. Napišite, če se kdo ne strinja in zakaj. Ja. Ok. Vem, da ne bi seksala v trojčku, ampak če bi mogla. A bi rajš seksala tako, da se tebi in partnerju pridruži ena tretja oseba, ali pa da se ti pridružiš enemu paru? Da se meni pa partnerju pridruži ena oseba. Moškega spola. Res? Ja. Jaz sem tako straight. Mene ženske tako ne privlače, mene ženska ovira. Ne vem, zakaj bi hotela gledati mojega tipa, ki z neko drugo
Pa slohen, kaj bi delala takrat, ko gledaš na uro. Ne, mislim, da meni ni, a veš, do tega, da bi Ja. sodelovala mislim, v tem in pa bi raj moškega še enega zraven, da Okej. pride. Pa okej. naj on dela s tem, kako bo še enega tipa, Okay. kaj bo počel. To bi jaz. To je po moje u nas tudi stotno straight ženska. Ja, res. Veš, ko včasih smo si, če vseeno ti je malo simpatična, ali pa kakšna ženska, meni recimo, ne? Ja. Ali pa kakšnim kao straight ženskam, ampak tako, Maja recimo, ne? Bivša sodelavka, ona isto kot je govorila, ona rekla, jaz sem tako straight, jaz ne morem niti pomisliti, da bi se ženska dotikala. Jaz tudi ne, ali pa da se lupčkajo, da se lupčkajo. Mislim, meni to je tako mi ni. Nič ni narobe, nič nimam težav, če to druge delajo, na žurkah gledam to in mi je pač zabavno, da to počnejo. Ne, Ja. se pravi, to je tisto, ampak tako meni ni privlačno in mi je tako ble. Okay, kako bi pa po tvojemu partnerju? Če on bi moškega zraven, tako če bi Ne. ali raje žensko. Verjetno ne. Mislim, ne vem, kako bi odgovoril, da bi še enega tipa zraven, ni tako, da bi raj žensko, sem pač, no se vidi, zato pa ne moramo iti v trojčka, pa tudi, veš kaj, jaz ne bi šla v trojčka, to je pa ta zadrtost moja ali pa tradicionalnost. Meni je intima ali pa seks tok sveta zadeva, res mi je sveta. In nočem nobenega spustiti zraven. Ni mi to nek dodatek, ni mi to neka začimbica, kaj enim popestri zadevo, mene bi bolelo. Okay. Mene bi bolelo, če bi videla njega z eno žensko in ne vem, če bi bilo njemu kul, da bi on mene z drugim gledal in ne bi tega sploh rušila. To je pač najno, to je intimno, to pač mi dva lahko probava popestriče, kaj s čem drugim, samo ne še z eno osebo, pač meni no. Ful lepo. Jaz se tle štekam, jaz tudi ne bi mogla gledati mojega, da je tam še z eno. Ali pa z enim. Pa da mu bolj dogaja z njo. Po stari pa jaz ga ubijam, kastriram ga po tistem seksu, razumeš? Ne, mislim, hecam se. Ampak tako, veš, kakšen udarec bi bil to za moj ego, da bi videla, meni ne bi to dogajalo, jaz da bi videla, da mu dogaja z eno bejbo, po mojem meni bi bilo isto, kot da me vara. Tok mi je to, pač, Okej. ful sem čudna, vem, ampak pač. Ne, pa se to ni, to ne. sploh ni. Meni se ne zdi, da je karkoli od tega čudno, če si želiš tega ali pa če si ne želiš. Pač Ja, to so ne, nič čisto ni osebne čudno. preference, tako da pa meni tako v teoriji, mi niti ne zveni to grozen, ampak jaz toliko se poznam, da vem, da bi bilo pol tako. Mislim, meni v teoriji ni grozno, niti v praksi mi ni grozno. Me pa v resnici malo rajca, če bi bil za eno drugo, pa bi jaz gledala. Res? Res, iz nekega tazga vidika, da gre pol k meni domov spat, ne pa sem jim prišla, pa je bila huda, ampak on je ne more imeti. Pa tudi, če bi bila bolj huda od mene, še vedno bi bil z mano. Loj, ful dobro. Mislim, to pa pomeni, da si pač sam, lej. Ne vem v resnici, veš, nisem probala v praksi, ampak v teoriji zveni mi super. To se pravi, ti tudi izbereš, da Jaz se bi bila vama, kar ful da se ponosna, zdaj če se dam tu, pa gledam svojega kao partnerja, pa še eno drugo, jaz bi bila ful ponosna. Če bi bil on dober, če bi on dober znal vse. A si predstavljaš, da mu ne bi šlo, da bi tako si veš, da bi bil živčen ali pa kaj. Pač vse tako, če je s tabo, veš, da mu gre ful dobro, pa si ti misliš, evo, ti zdaj videla, kam imam jaz doma. Ja. In pa lade 100%. No, tu bi bil pa ik, ne? To bi bil pa To ful bi bil ik. pa res ik. Oh my Ja. god. Sem to zdaj zihar že komu zgodil. Ja. Jaz bi pa drugače. Če bi tam nekaj se zgodilo, pa bi mu dal, bi se rekel, vidiš, nizko huda, pri meni se to nikoli ne zgodi. Pri meni se to nikoli ne zgodi, lej. Še malo boš mogla povabiti tudi ti. Ja, jaz bi se pa rajš pridružila še enemu paru, če bi mogla izbirati. Pa bi tudi žensko sodelovala. Ja. A. Ja. To bi. Drugače mi je dala enkrat z eno kolegico sem se pogovarjala in je rekla, veš, Lucija, skrivnost pri otročkih, sploh ni pomembno, a je ta drug tip všeč ali ne. Važno, da ti je ženska všeč. Pač sej, potem pa lahko ti z njo ukvarjaš in te ono do zadaj. In to lahko, zanimivo. Če se hočeš z njo ukvarjati. Ja, ampak meni ja. to, Cool. ja, jaz bi to. Ja. Nisem toliko straight, tako da toliko sem straight, da si želim biti v zvezi s tipom, ampak pa tudi že kdaj eksperimentirala. No, se hvala Bogu. Tako lej. da, ja, bi to izbrala, sigurno. Se mi zdi, da je ful manj vulnerable, da se ti pridružiš enemu paru. Ker ti pol, a veš, to je pol njuna zveza, mora biti trdna. One da morata potem te stvari rešiti ali pa če imajo kul ali ne. Jaz sam pridem tja in sem vam dober. Meni je pa potem tu grem. ful stresno. Ja, ti si imela take izkušnje. Jaz ne morem tega narediti, če bi bila rada, da sta dva tipa. Kako mu se naj pridružim? Gejskemu to pa paru? bo- A ja, težko. sem res. A veš, to jaz pa tega bo sploh ne težko. morem. Je ne, pa se imaš zihar kakšen
redko, ampak zihar obstaja kakšen par, ki je tako malo bolj bi, pa bi si želel mogoče probati. Ker te, ki so tipi, Ja, vem, zakaj ženski rečem, pet kofes kuhati vmes, ali kaj naj rečem. Ampak, ne, da sta dva tipa, zihar bi lahko našla tudi dva tipa, ki bi pač hotela malo eksperimentirati, pa imeti eno žensko zraven. Sem to mi pa ni, ker mi ni za gledati dva tipa. Meni je fajn gledati tipa pa žensko. Ni nad seksom povezan, ampak mi je bil zabaven. Daj. A bi raje imela, reje sem napisala na masraje, a bi raje imela zobe za lase ali lase za zobe? Čak, zdaj moram razmisliti, kaj si rekla. To se pravi, ti iz ust rastejo lasje, ali pa da ti iz glave rastejo zobje. Dajte vidve prve. Jaz sem o tem vprašanju včeraj razmišljala. A ja, sem se najlažje pripravljala vedeti že, ja. na ta podcast, ne? In nisem nič kaj mogla razmisliti, ker če imaš lase za zobe, ne moreš gristi. Ja. Če imaš pa zobe tle na glavi, gor si pa itak ful čuden. Zobe bi imela na glavi. Jaz to. Ker daš kapo gor ali pa neki. Ampak veš, ko bi bilo badass, da imaš kar tako zobe tle ven. Tako, veš, kje je huda struktura bi Zakaj da mogla biti? napičeš koga ali kaj? Zakaj? Ne moreš jih napičati, ker ni dosto ostro, ampak tako, veš, hecno bi bilo. Ker naprimer res ne moreš pol jesti, če imaš lase v ustih. A veš, tako nič ne moreš. Ne, to bi bilo ful ekstra ogavno, da imaš lase v ustih. Zobe bi imeli na glavi. Pa bi si mogel pa ščetkati glavo zvečer. Mislim, odkjer je te? A veš, to so isto, kaj bi imela raj 3 joške ali eno. Ja, to je to dobro vprašanje. 3. In kaj bi raš? Jaz bom pri 2 ostala, ne vem, kaj bi raj. Jaz sem imela 3, Jaz boljše tudi raje eno, 3. ker eno je tako čuden. Ne. Ja, ker 3 so pa ful normalen zgleda, ko se Če slečeš. imaš, imaš čuk. Ali pa imaš eno malo višje. Imaš eno malo višje, nižje? Ej, veš, da mislim, da ima ena ženska, sem gledala na TLC-ju 3 joške in ima kar vse v isti vrsti. A pa prav isto so velike. Ni uno tretji nipola, veš, kaj tako pač malo iz buklinca. Ne vem, ne me držati za besedo, pet si pogledat na YouTube. Pač videla sem že neke te slike, veš, kaj si ljudje predstavljajo, da bi imela ženska 3 joške, pa je bila ena tako, se mi zdi malo izven, ni bilo vse v isti vrsti. Ne, pa tudi so bile. Pa tako zanimivo izgleda, tako vesolsko. Okay. Kaj pa Ja. zgleda ena? Tudi vesolsko. Tudi vesolsko. Ne. Tu ne smemo zdaj reči, ker so Kaj? eni bili na operaciji, ker so Ne, imeli dobro, pa ne rak, govorimo niso o mogli. teh. Tako da imaš na govorimo o teh, sredini to- en jošk. Ja, Si jaz tako. Srce. Ja, čudno Okej. je. Dobro. Naprej. A bi rajš seksala nekje, kjer je ekstremno umazano, ali nekje, kjer straši? Nekje, kjer straši. Jaz imam rada čistočo. Ful. Briga me, če straši. Jaz se ne bojim, mislim, pač nimam teh. Pač meni tudi pokopališče ni scary plot, ali pa to, ko govorijo. Nimam. Mislim, ful vreščim, če me nekdo ustraši, ker se pač ustrašim, ampak nimam pa išju s tem, kaj neki se, ne vem, ful bojijo pajkov, ali pa ki se bojijo, ne vem, teme, ali pa pač to pa nimam Sem nobenega. mislila, da boš rekla, ful vreščim med seksom, ampak se na pokopališču, to ni panike. Tam je dostojno biti tih, ker so tudi ostali. Si že seksala na pokopališču? Ne, sam tako. Okej. Ne, ampak pač tam bi bila tih. Okay. Meni se zdi, da bi lahko na kakšnem takem, pač te naša pokopališča, ki so moderna, mislim, pač, a ne, normalna ob cerkvi, pač tam ful ne moreš, tam tako ni nič, tako da se lahko skriješ, ampak a veš, tako kakšna ta stara pokopališča, greš ne v Anglijo ali pa kaj, ki so oni veliki kamni, pa drevesa, pa šavje povsod, tam bi se pa lahko tako skril pa seksal, tam bi bilo pa tako hudo. Pač jaz, če si predstavljam seks na pokopališču, se vedno predstavljam kakšno ono pokopališče, ker meni so ta pokopališča tako lepa. Ne vem, sicer res ne Tako- poznam drugih, ampak v Novem mestu, ti Ja. poznaš v Srebrničah, je eno tako pokopališče, ki ni cerkve zraven, ki je v naravi narejeno med gozdovi in Aha. nekaj tako da. Evo, sem ti To glih kar bilo. ponudila plec, če hočeš iti, jaz ne bi, ampak Tu izvoli. pa nisem nikoli razumela. Ful je pa je tu popular Jaz tudi thing, nisem da ljudje razumela. seksajo na Jaz tudi nisem pokopališčih. razumela, ker pač meni tudi ni. Pač, Pa še strašitam, 100%. Ja, zihar. je kaj pa Pač, vi vidveraj? jaz rajsno umazanem. Kaj pomeni ful umazano v dreku? Ja, Ja, ok, ne rabiti drek, pač umazano, ne vem. Tako, A na pač, cesti, na tleh. ali to pa ni ne vem, umazano. da greš henmu tipu, ki pač res, a veš, ki ne zna skrbeti za čistočo, pa sam živi. Pa ne uprav posteljine že pol Ja, leta. imela tako najbolj ogaben flashback, ker tu se mi je enkrat zgodilo in tako WC je bil najbolj možno umazan. No, ever. ne, veš, tako, meni je to v bolj takem nagražno. stanovanju. Ja, še Meni vedno tudi. sem seksala, tako da pol, I guess, da to. Pol bi podkovar. Pa sem se pa jokala. A zato, ker je bilo A tako zaradi umazano. umazanije? Zato, ker sem bila čist v krizi zaradi vsega, pa sem pa poklicala bivšega, če me pride iskat. Wow, double fail. In me je prišel. Oh.
Super. No, Brez rajš na besed. umazanem, tako da, evo. Jaz rajš ne straši, ker sem že tega navajena, ker v moji sobi dejansko straši in sem že velikokrat tam seksala. In umazanija me pa tudi grozno moti in ne bi mogla, da Mene je tudi. umazano. Pač, tako da sem že navajena, da me duhovi gledajo. Ok, tu bo ena druga epizoda, ki me ful zanima zdaj, ko ste to povedala. Ja, pa nam doma straši, tako da nimaš kaj. Se mi drugače, zdaj mi je tako v redu, kaj dan, pa vse, ampak kako je pa zvečer, me je pa strah. Res? Zdaj sem se že navadila, ampak na začetku mi je bilo pa grozno. Jaz si zmer rečem, če bi mi hej hotel, bi me že. Leko časa so že v njih hiši ti duhovi, pa če bi te To je hotel res, ubiti, bi te To že. je res. Ja. Mogoče jim pa sem dogaja, da te gledajo. Ja, vse so poklicali še svoje prijatelje in zdaj te tam gledaš. Še z drugega. Oh. Dej nekaj bo strah po Pa nas. sam tak čuden feeling, ja, veš, tudi polovno. Ne vem, pa na našem dvorišču, pač mene je to grozno strah. Mene nikjer ni strah, pa potem na naše dvorišče moram laufati, pač od avta do bajte. Čakaj, Lucija, kaj tu je pa neka nova osebnost tvoja, jaz nisem vedela. Ja, ful je grozno, bomo enkrat drugič. Okej, to, prav. to zdaj v glavnem ni tako pomembno, ampak ja, rajš tam, ki straši, ker pač tako je. A bi rajš, da tvoj partner dirty toka v najbolj nadležnem možnem glasu, ali pa da je čistih? O čistih. Ne more. Pa ti veš, kako bi Dej povej primer, da ti toka. Ajde, nekaj reč. A še v čudnem glasu? Ne, lahko z normalnim glasom, ja. pa bomo pol probali to isto stvar s čudnim povedati. Ja, sploh ne vem, Ne kaj vem. je tudi. No, No, daj fakt, povej. Vesna, kako si mokra, No, zdaj pa, kako sem rad od tebe. no, zdaj pa s to spiskajočim glasom. Ali pa... To ne morem. Samo da bi to tipa, veš. Ali pa kakšen bi bil glas, da bi ne vem, jaz ne znam imitirati glasov. Recimo tako nek mariborski ful tak močen na glas. Joj. To me ne bi motilo, to je narečje. Ampak, Pa še ona je, a nisi iz Maribora, a si rekla, da si iz Maribora? Takrat sem iz Novega mesta, ampak To je vse skoraj isto, isto. Štajerska, Ko veš, dve Dolenjska. besede sta v imenu, pa je pa to že meni vse Ja. isto. Ne, jaz si predstavljam čuden glas, ne vem, ali da ful piska, ali da cvili, ali da ima nek poženčen glas. Ali pa Lej, da ne- bi bil tako, ti jaz pokažem. Ja. Tako bi bil. Ja, zakaj hočeš to poslušati? Nočeš, res. ne. Nočeš tega Grozno poslušati, je. Tih bod. Ja, se strinjam. Ampak tudi to, da je pa čistih, je pa tudi grozno. Čeprav rajši izberem v tej situaciji, ampak tako. A Pa jaz bi se začela ali smejati, ali bi mi pa vse dol padlo, razumeš? On, če bi začel piskati, vmes, ali pa si predstavljaš, da bi začel tako korisen, ki sinhronizirajo, govoriti z njim otroškim glasom, Ja. kako si mokra. In jaz bi se pač ustavila in rekla, no, zdaj pa pej dol. Greva eno čebelico majo pogled na televiziji, nehajva. Tako, meni je to turn Ja. off čisti. Ne se je bolj tarnov, kot da je tih, sam tudi da je ti. A vam je tako? A vam je bolj, da je pač partner čistih, ali pač da kakšen zvok spusti iz sebe? A sta vidva čistih med seksom? Ne. Ne. Mislim, kako Pač kdaj. ti imaš otroke, kako je to? Otroci spijo. A se ne zbudijo? Ne. A imaš tako, je soba vajna stran? Ja, na eni sobi stran, ampak tudi otroci pač imajo trden spanc, sploh na ure preračunano, ko zaspijo. Pol ure potem, ko zaspijo, pa prvo uro, dve, če je vse v redu, da niso bolni, imajo zelo trden spanc. In če jih ne zbudi za novo leto rakete in vse, kar poka, jih pač tudi to ne bo. Okay. Ampak ne govorim zdaj o tem, meni tudi kdaj pa še biti tih. In me motka govori. Ali pa Promot samo me. tako, da kakšen zvok, se ne rabi nujno A zvok. ja, ne, A ja, veš, to tako, da je pač itak, to je, zavzdigne ja, malo, ne, pa- to je lušten, Ja, to je lušten, okej. to mi je lušten. Da pač da nekaj od sebe, da nimaš feelinga, če že jaz ne. Da vemo, da so en A živi ne med tem daš, a si čistih? ne, sem tudi kdaj čistih. Daj, ker sem tako. pa mi pač- Utrujena. Ne, daj se mi pač ne da govoriti. Mislim, delaj. Čakaj, kaj ponovadi govoriš med seksom? Ne Okej, govorim. okej. Pač rekla, če daš glas, da Ja, zaujameš ja, ali pa ja, nekaj. ja. Ja, ponavadi, ja, valjda. Sem bila pa tudi že tih, po mojem. Okej. Mi tudi glasu ni dalo od sebe dati. Fair enough. Ja, fair enough. Si mislim pač, ok, tako je bilo danes, drugič bo pa drugače. Kaj pa ti? A če govorim, Ja. ali če vzdihujem? Ja, če ti je ok, če moški. Ja, more, mislim. Pa ne rab govoriti, ampak tako, da da neki iz sebe, nek zvok, Ja. da jaz vem pač, da je on tam, da mu je fajn, a veš. Ja. Pa se včasih vidiš izraz na obrazu, pa vidiš, da niti glasu ne more dati od sebe, da mu je to fajn, to mi je tudi v redu. A ne, ampak tako, da bi bil pa cel čas tih. Ampak se spontano pride zvok, če mu dogaja. saj to. Ne, se mislim pač, ja. Pa, okej. ker se mi zdi, da mu je tudi, pač, da si tako čist tih vedno,
pač se meni zdi, da nisi sproščen. Pač ne moreš biti sproščen, pa pač biti čistih. Pač, ko se sprostiš, normalno pride kakšen zvok ven iz valjda, iz tebe, saj a pride. ne? Zakaj sem jaz pol imela samo neke moške, ki so bili bolj tiho? Ojoj, no. Pa kako se Ja, ampak dobro, za vzdihnu je verjetno, ne? Ni? Ja, najbrž, jaz se ne spomnim. Najbrž, ja. Ampak večinoma so bili tako tiho, ja. So kdaj kaj rekel? Ne, jaz imam drugače tudi mogoče celo raž, da ne govorijo. Okay. Ker se ne rabim pol odzivati. Štekaš? Aha. Štekaš? Ja, ja. Razumem. Ok. A se rajš odpoveš seksu za 1 leto? Ali Ja. Taki so tudi moji odgovori. No, da pa druga opcija. Ali pa seksu za 1 leto? Ne, čak, tu si Kaj že dvakrat si rekla. enako si Seksu, rekla? ja, ali pa masturbaciji za 1 leto. Jaz se lahko bojim, če treba, ampak ne, seksu se raje odpovem zdaj. Ja? Pismo, ne, čakaj, bemtiš. Ta drugo. Masturbaciji. Sem mislila, da boš dala mi možnost, da imam 5-krat na teden opcijo ali pa enkrat na leto, bi izbrala enkrat na leto. Ja, raja. To se pravi, rajš seksaš. Ja. Sara? Ne vem, veliko je teh vprašanj danes. Jaz bi se povedala rajš seksu, zdajle trenutno. Ker seksa mi tak nekaj nimam partnerja, masturbaciji se pa ne bi glih zdajle odpovedala. Jaz bi se rajš masturbaciji trenutno. Okay. Ja, logično. Pa niti sploh, jaz zadnje čase, jaz sploh nimam, ne vzamem si časa. Ne bom rekla, da nimam časa, ker pač se si ga pač ne prioritiziram, sploh masturbacije. Pa jo moram. Zdaj mi je Sara, za rojstni dan. Prosti, zakaj jo moraš? Zato, ker imam rada to, pa mi paše. Jaz sem očitno si zadovoljena na drug način. Očitno ti nič ne manjka, če si ne vzameš časa, čeprav ga imaš, ne? To je res. Ampak, naprimer, zadnjič sem, ker prejšnji teden jaz nisem mogla sploh spati. Tako sem bila zmatrana in vsak dan nisem mogla zaspati. In pa sem končno, po mojem bil petek, sem tako, da zdaj pa še to probali, zdaj pa probali masturbirati. In je bilo full labor, 2krat mi je pršel, dobila sem eno full labor idejo še za neki narest. Pač prva je bila samo tako, sem razmišljala lepo v Janu in je bilo full labor, drugo sem pa pač malo razmišljala, kaj vse moram narediti in sem si zmanifestirala ene par idej. In je bilo tako produktivno, pač dejansko. In a veš, to bi jaz rada. Jaz bi rada pač tako, da se vzamem čas zase, pač pa da nisem, da nimam Pet laufat. Knjigo lahko bereš. Ne, Ja, se, ampak sej. hočem ti reči, da ti očitno ne manjka. Ampak to je tako, kot da bi, pač, naprimer, tudi, ful bi rada več knjige brala, pa jih tudi ne. Pa si tudi ne vzamem časa. Tako da, a veš, pač mi manjka, samo ne da se mi. Pač Problem je v tem, ker pač tako hitro lahko odpreš telefon in klikneš na TikTok, pa klikneš na Instagram in potem kar nekaj scrollaš za brez veze, ki bi lahko 100 boljših stvari delala, ki bi rajš 100 boljših stvari delala, ampak me kar posrka noter. In na tem jaz zdaj delam. To je za novo leto in pač jaz ful rada združim tako, veš, malo da masturbiraš, pa malo meditiraš zraven. To je meni full dobro, sem pač si ne vzamem časa za ne eno, ne drugo. Enkrat boš mogla povedati, kako to izgleda tako v praksi. Jaz zdaj drugače bom imela delavnico o tem. Za Valentinovo. Prijav se. Drugače, za Valentinovo 15.2. bo ena delavnica, ki jo bom imela jaz pa ena Sara. Kaj? In bo, ne ta Sara naša. Ena Sara bo imela tudi. Ja. Ona bo še jaz prišla. Ona bo imela ples v petkah, jaz bom imela pa delavnico, kjer bomo govorili o seksu, o masturbaciji, o manifestaciji pri masturbaciji, o tem, kako doživeti boljše orgazme, o najboljših igračkah. Imamo pa še vodeno meditacijo, ful bo dobro. Glavnem, spremljajte na mojem Instagramu za več informacij. Kdaj bo pa to vam prišlo? To bo pa že min, po mojem. To sem zdaj vse plagala in zdaj bo to. Ja, če je slučajno ta dan že mimo, ima pa tudi še eno delavnico čez en teden. Bo je še delavnica. Ja. Bomo v bistvu to delavnico še kdaj naredila. Sam tale ples v petkah ne bo bil zraven. Ampak ne, drugače se pa Sara pogovarjala, da če bo uspešno, bomo to ponovili vsak mesec. Tako da po moje bo tole še vseeno aktualno. Ja, v glavnem, glih o tem bom zdaj naredila delavnico. V glavnem, to sem hotela povedati. Lahko sem vprašam, Ja. a ni Valentinovo 14. Ja, ampak imam 14. tudi eno delavnico, Okay. nek druge. Nekaj jaz sem slaba s temi datumi, pa zdaj Ne, mislim, da prav sem je, res. Sem mogla prav pomisliti, da bom to prav datum. Imam 13. in 14. in 15. Valentinove Okay. delavnice. Jej. Ok. Kje smo zdaj ostali? Pri tem, kaj se raje poveš. Aha, v glavnem, ja, želim si pač več to delati. Pač, Good for you. ja. Ampak vseeno pa raje ne masturbiram, pa seksam.
To pa. Okay. Pa zdaj bomo še Sara, prihaja ena ful velika pošiljka seks igračk, ne? Iz Pitch Popa. In to bova zdaj midve vse testirale in predstavljale v intimnem kotičku. Izbrali smo si prav take, ki so malo bolj posebne. Zdaj smo imeli same neke navadne in smo rekli, da tu bomo malo zdaj bolj spicy naredili. Ja, tako da v bistvu zdaj bom ful masturbirala. Bom imela izgovor. Pa za službo, ne? Ja. Službene dolžnosti. Ja. Puf, to sem prav, zjutraj, ko si napišem, vse, kaj moram narediti, bo tako to masturbiraj. Ko testiraj vsaj 4 igračke. Ja. Boga moja piška. Ok. Tole vprašanje sem pa prav za Saro naredila. Čeprav v bistvu vem, kaj bo njen odgovor. Jaz tudi vem. Ampak me pa zanima, kaj boš ti rekla. Da slišim. Zaradi tega, ker ne vem, kakšno... No, ok. A se rajš odpoveš krompirju do konca življenja? A imaš rada krompir? Ja. Ok, pa vem že odgovor. Ali oralnemu seksu do konca življenja? Pol veš moj odgovor. Mislim, da bi se vidve obe odpovedale oralnemu seksu. Oziroma tudi seksu. Nasplošno. Jaz se krompirju ne bi mogla odpovedati. No, jaz bi se pa lahko. Ampak oralnemu bi se, navadnemu, mislim, temu seksu pa se ne bi za krompir. Ja. Imam tudi testenine rada, pa kruh. Pa meso. Oglikovi hidrati so life. Ja. In ujemam Sara, jaz ful rada jem. Okay. Ne poznam se ti sploh. Mogoče pa li zato, ker imaš tak healthy odnos do hrane. Pa tako... To imam zdaj. Včasih nisem imela. Ja? Pa sem bila tudi malo bolj precep. Pa na fakulteti za šport sem bila, pa sem bila malo bolj precep. Ampak da se mi pa malo ne da spet s tem ubadati. Ne pa stres. Eni se zredijo pol zaradi stresa, veš, pa grejo napade v hladilnik, jaz pa nisem mogla jesti. Pač otrok, pa bolan, pa tako pa neki, pa se malo to... Mislim, zdaj to ohranjam, pa zdaj skrbim, ni bil najboljši način, kako sem do tega prišla. Ampak zdaj sem vesela, da je tako, kakor je. Zdaj, ko se live porihto. To je fole uslišati. Naj ostane tako. Ok. Ja, jaz se pa rajš odpovem krompirju, honestly. Tako da. Še zadnji. Taj meni se zdi fulahak. A bi rajš nosila isti modrc en mesec ali iste tangice en teden? Zakaj bi kdo v life nosil iste tangice cel teden? To je nehigiensko, čist blah. A veš, ta trakec, ljudje, veste, ta trakec, tangice so luška, ne? Mislim, pač tipi jih obožujejo. Ampak veš, to moram zdaj povedati. Ta trakec, ki ga imaš ti med ritnicama, ne, to dejansko vse bakterije, ki se ti premikaš, tako dejansko nosi iz zadnje odprtine proti tvoji vagini in vse bakterije in vse viruse in vse, kar imaš tam, kar pride ven, prenese tja. In tangice že za en dan, razen za posebne priložnosti, niso najbolj optimalne. Zakaj bi en teden nosil to? Fuj! Valjda imaš modrc. Kaj boš... No, pač tako jaz mislim, vi kar nosite tangice cel teden. Ja, to si drugač. Hvala za tale prispevek, ker tole je zelo pomembna informacija in pač to je vse res. Tako da tangice so res tako tak. Ti ful tako slikovno pišeš stvari, da si jaz lahko ful predstavljam in tilele icebreakeri danes so bili meni tako intenzivni, zato ker si vse tako opisala. Ja, ampak si pomislila kdaj? Ogabno. Dejansko z vsakim korakom ti pač in če imaš ti doma partnerja, jaz ful rada nosim tangice skus. Recimo. Ja, lej. Pač mogoče pa zdaj izgledala malo z drugimi očmi. Ja, meni je ful jih fajn obleč, ko pridem iz potuša, ali pa tako, ko vem, da bo akcija, pa ko vem, kako dogaja, pa sama sebi se počutim fajna, ne? Ampak tako, da bi jih pa pač nosila cel dan in potem nekdo... No. Ampak jaz sem stara, veš že. To moraš vzeti v obzir. Ok. Mogoče imam ta mama efekt mal. Ja, no, drugač, meni je to informacijo mami povedala že leta nazaj, ker sem bila mlajša, sem skozi tangice nosila in pol mi je pač to govorila, ne. In sem tako... Jaz sem imela vedno feeling drugače. Te tangice, ker sem imela feeling, da so tiste moje tangice tako res pač zasidrane tja. Jaz nisem imela tako občutka, da se premikajo, pa verjetno so vse, ampak v moji glavi se niso. Ja, itak, da so vse najbrž. Zdaj pa furajo Brazilke. Ko se mi zdi, da tudi lepš naredijo rit. Ja, ker tako malo kontorajo in pa vse. To se mi zdi tako najboljši spodnji peril. Me za vse gate zdaj, no razen te mama gate, pač te, ne, so mi bolj seksi na ženski katangice. Ja, ano da. Meni je malo zakrito ful bolj všeč.
Okay. Čisto malo prikrito, ker potem čakaš, kaj se bo odkrilo. Ker to veš, kad sem se rekla, ker sem straight, najbolj možno, ker me tako. Ampak meni so ženske ful lepe. Jaz vedno pogledam ženske. Ja. Ženske so mi hude, pač tipi so mi smešni, če so nagi. Ne, mislim, zato sem že te povedala. Ne, pač, ne tipi so mi ful všeč, ki ga obrneš od zadaj, ta zadnji del njihov, ki imajo ful mišice, drugo konstitucijo, imajo pač tepo vsaj, če ne delaš fulja mlahavo, pač to, kar je njim všeč, pač drugačne obline. Oni so pa ta grški bogovi, veš, te mišičaste rit, noge, stegna, ful. Od sprede pač pa imam svoje mnenje o tem, kako to zgleda. To, kar prinaša zelo velik užitek, ampak kako to zgleda. No, ženske so mi pa ful bolj vizualne. Ampak mi je ful všeč, če so zakrite, saj tako, da so mal, ker mi je pa tako pravno, jaz bi imela sliko na pol oblečene ženske, mislim, ali pa delno zakrite ženske bi imela doma na steni, ker so mi to klepe. Meni žensko telo ful lepo. Ja, se strinjam, absolutno, ja. Pač ona klobasica tam pa se mi ne zdi toliko apetitlih. Zelo jih imam rada. Ja, jaz sem V drugem. danes sem na avtobusu razmišljala, kaj mene privlači tako na moških zares, ne? Jaz sploh na telo ne pomislim. Jaz tako bolj na možgane pomislim. Če so tako sposobni, pa ful pametni, pa da znajo organizirati stvari, pa tako, pa mi je res dosti vseeno, kako zgleda, ker ko se sleče, je njegovo telo v resnici malo zadnja stvar, o kateri jaz razmišljam. Tako. Lucini. Je drugač. Ja, meni zdaj, ko imam Jana, meni je njegov telo najlepši. Res. Od vseh pač tako. Jaz ga to rada gledam. Če se sleče in pol ti tako si kar Ja, malo zato tudi tako, pač jaz imam zelo rada tisti del pri njemu, ki prinaša užitek. Meni je pa ful simpatičen. Ne vem, meni je tako luštka. Joj. Jaz mislim, da si noben tip ne želite reči, kako je luštka. No, če je res, ja, tako, se je seksi, ampak je tako pač ti, ne vem, a veš ti... Vprašanje, luštkan, a ti je Jan v boksarcah / v Ne, gatah? govorim samo o tistem. Vem, ampak a ti je, ko pride, ne vem, če je izpotuša, pa da se je glih oblekel v boksarce, ali pa ne vem, pač v neke gate, ali pa če je čistnak, ti je bolj seksi, če je čistnak, kot v boksarcah. Ker meni je tip hud, stomater, ki je glih mal, zato, ker mi je pač res hud. Meni je moško telo drugače, lepo. po mojem, res mi bolj seksi, če je v gatah, ker je pa cel nak mi je pa luštka. Ja, no, to tega oni noče slišati. Fleten vedko. Ko ena Joj. živalca, ne? Ja, no. Ja, drugače. Oboje mi je všeč, pač za in brez. Ok, to se pravi, tvoj odgovor na vprašanje, da se vrnemo. Jaz tudi ne vem, kaj je Sem vprašanje. Tangica ali modrc? Ti si rekla pač Modrc, modrc en mesec. Brez Ja, razmišljanja. Pač, sploh, to mi je tako itak. Pač, to sploh, tudi če ni tega, je včasih modrc en mesec, ne vem, no. Ja, se To, strinjam. pač, Kaj hotela si vprašati, kot peremo ne modrce? bom to vprašala. Po mojem, to ni pomembna informacija. Ker nočeš, da te Vsak nazaj zase. vprašamo. Vsak Mogoče jih zase. ona vsak dan, ker je pač mama, pa malo bolj Slučajno odrasla. Okay. Jaz Kdo? ne švicam ful, pa pač se mi pol zdi, sploh v zimskem času. To, ne vem zakaj. Ne, Ja, ok, polet je pa grozno. Polet Polet pa sploh ne moreš get it away with it, ker pač meni se tako prav sweat stainsi naredijo na modrcu. A se še komu? A se same? Jaz ne nosim modrca, ampak se mi skozi se mi dela in pa moram včasih na avtobusu tako držati majico, da se posuši. Si si videla na snemanjih, kdaj, ko sem jaz čisto v stiski. Tako, ja. V glavnem mi je pa smešno, to sem še hodila povedati, kako smo se ženske kolektivno odločile, da vse oblačila je treba prati, samo modrci pa lahko pač malo počakajo, pa so lahko neoprani. Če pa se pa to hitro uničijo, če jih prepogosto pereš, boš mogel jih pa skozi kupovati, pa to ni toliko pocen spet. A veš, če jih pa manj pogosto pereš, se pa kasneje uničijo. Ja, isto kot tangice. Sem takice pa moraš prati, to je drugače. Ja. A ti hlače vsak dan pereš? Ne, Ne spodnje hlače. ne. Ja, no, vidiš. Jaz v resnici, če bi zdaj vse povedala, kar imam zapovedati, sploh ne vem, kdaj bi končale, pa kje bi me ven vrgli. Jaz ne nosim modrca, jaz večino dni ne nosim spodnic. Pol pa odvisno, če ne nosim spodnic, hlače operem, če jih nosim, jih še ne operem. To so take procedure. No, ampak od česa, če greš ti, če oblečem jaz zdaj to krilo, pa žabe so ne vem, primer, dobro, ta je res specifičen, ampak zakaj bi jaz dala to krilo recimo dan spod, nujno zaprat pod nujno? Ja. Če imam gate, imam žabe, ne švicam, v bistvu me še mal zebe, prišla sem na en kavček, dobro, razen ne vem, kaj ste tle počeli prej na tem kavču, ampak hipotetično, da je čista, ne, in grem domov in ko prijem domov, se preoblečem v trenerko in pač to ni nekaj, kar moraš, ni to, da zašvicaš, ne vem. Ja, se Zato. strinjam. Se pa je kavbek sploh ni priporočljivo ful pogosto prati, specifično kavbeke.
Moraš jih kao prezračati na zraku, ne? To pa nisem vedela. Se itak izrača, veš, ko so tam vrženi čez, jaz imam mizo, na katero vržem vse, ampak čez stol ali pa neki. Ok, ja, fair enough. Zdaj pa na vrsti intimni kotiček. To je pa rubrika, v kateri Saro predstavlja eno seks igračko vsakič in zdaj ti bova midva predstavlja vsaka eno igračko in ti boš potem povedala na koncu, kera ti je bolj všeč in kera misliš, da bi bila zate. Prav. Ja? Ti veš, da sem jaz največji hodre za te igračke, tako pač nič ne poznam, pa nič ne uporabljam. Drugač, ti... Meni je moj otrok sprazno, jaz edino eno spolno igračko imam doma. Ne, dve sem imela, lažem. Eno sem imela iz srednje šole, ali pa iz srednje šole, ki sem jo dobila za darilo ali pa začetek faksa in jo je moja mat najdla in jo je dala, ko sem jaz v Ljubljani študirala, na polico, ker je bil en vibrator vijoličen in je bil tak lep, umetniški je bil. In je imela to kot... Super. Ona ni vedela, kaj je. Tudi njene kolegice niso vedela, dokler nisem en dan tisto skinila, ker sem prišla domov za en vikend in sem pač vzela to dol. Unje so baterije stekle, se je pokvaril, ko se ni nič uporabljalo. Zdaj si mi pa ti enega takrat podarila, enega črnga. Ja. Je pa moj otrok ga dobil v roke. Ampak ne, pač moj otrok je 3 leta star, mu ni jasen, mislim punčka, ne, in je toliko časa je pač pustila, prežgala je in je pustila tisto toliko časa je delala, pa še z drugimi igračami se igra, da je ga spraznila in takrat ga nisem še vklopila. Okay. Tako da, izvolite, navdušite me na čem novim. A če mi jaz prva? Ja, drugač po mojem tu prav že poznaš, kam sem sploh dala? Ja, poznam. Panty Rebel. Nje poznam. Ja. Sam res ti si takrat res neki, ne par stvari spoznala. Ja. Čak, veste, ampak ni tudi tako, ste ve probale. Jo na podcastu, ni Lara. Ja, Lara je imela. Jaz sem testirala na Lari. Ja. Točno tega, ja. In imela ga je dejansko noter in one so na daljinčku pržigale. Jaz sem imela daljinčka, to mi je pa všeč, da vam je daljinčka, pa da lahko operiram. Predvsem na drugih sodelavkah. Ja. V javnosti. Ja. Tu je Panty Rebel. Vibrator za ohlačke, daš si ga, tako pridejo zraven še hlačke in si ga daš lepo v tisto režico, ki je. In potem si oblečeš hlačke, daljinček imaš tako krogo, držiš v roke in pritiskaš in pol svojo žensko podaš, kamorkoli greš lahko. Jaz grem najrajš. Ma se veš, jaz nosim te stvari včasih za zabavo in so mi ful ljube te igračke, ki so za ven, ker pač mi je kdaj dolg čas in pol jo moram uporabljati in pol si sama tu preklapljam. Tako da. Jaz ti moram to povedati, ker po mojem ne veš, ampak Sara je delala v sex shopu in ona je, medtem ko je delala, ker je bilo dolg čas, ker je bilo pač toliko strank, pač imela igračke noter in hodila pač. Misliš, da me lahko za nazaj odpustijo, tako če tu slišijo ali pa neki tožijo? Ampak tako ona je veliko stvari sprobala in je pa lahko iz prve roke izpovedala. Mene se ena stvar zanima, z te igračke pa dala nazaj na polico, da je nekaj kupo. Tu so bile moje igračke! Ok, pa je pa all good. Ja. To je vse v redu, sem da niste tega naredila. Ja, Si ja. previdno vprašala tako. Ne, sej tu so tako zaprte, veš, da ne moreš ti tu kar tako jedati nazaj. Tu so higienski ti. Okay, sem vprašam. Ja, ja. Ampak meni se zdi to dobra popestritev službe. Men tu. Pa tudi osebno izkušnjo je imela, dejansko je lahko ljudem svetovala. Ja. Se mene je žal, ker nisem nikoli med službo kaj tazga delala. Me sploh ne bi se ni prišlo. Jaz sem... Pač veš, ko sem jaz ful igrač kupovala, ne? Ja. Skus. Ja. To je bilo zato, ker pač mi je bilo dolg čas v službi in pol smogla sem malo probavati in pol sem bila zaradi tega še boljša v svoji službi. Evo, the best. V glavnem, ta je ena moja najljubših, fulkrat jo nosim, pa dober je, ko ima tako zgor talele, da ti na klitoris zadane. Pa ta ni za klitoris. Da zmenta se. Kako te to? Pa ti ta del daš na klitoris, ki je izbočen. Ja. A ja. To je drugače. Kaj zdaj? Mislim, pravilno je, ne se lahko tudi tako nosiš, ampak da ti je udobno. Pravilno je, kao, da ta del, ki je izbočen, gre tam, ki je vhod v nožnico, da ti še malo vhod stimulira in tisti del, ki je raven, gre pa na klitoris, zaradi tega, da je bolj ergonomsko, ne? Mi vsako epizodo tlele pogruntamo nekaj novega o teh igračkah, sploh vedeli nismo. Ja, jaz tu uporabljam, tako da je tu na klitorisu, ampak vedno mi je bilo malo neudobno. Jaz nisem vedela. Jaz nikoli nisem vedela, kako točno naj se tu naštimam. No, probi zdaj ti bo še boljš. Oh my god, bom drugič povedala. Pač zdaj mi je tako 8 od 10. Pol naslednjič, mi bo pa 10 od 10. To je to. Drugače sem še to povedala. Zadnjič sem govorila o tem, da sem enkrat sprobala eno to igračko, ki je za uhlačke in da se je ful slišala na lesenih klopcih, to je bila ta igračka. Ta? Ja, ta Panty Rebel. Ej, a je ta na daljavo za upravljanje? Ker vem, da so ene tudi na daljavo opcija. Ne, ta je na 15 metrov. Ja.
Pa se to, ta je kar lušna. Ja. Ni tako, da bi lahko iz drugega konca sveta, ker ni na aplikacijo. Imaš tiste, Aha, ki so vem, ko so na aplikacijo, ja. Ja, ta je bolj taka specifična, ker še prav hlačke zraven dobiš. Ponovadi ne dobiš hlačk zraven teh nosljivih vibratorjev, te dobiš pa še hlačke, pa ja, 15 metrov, tako da za neko restauracijo je glih fajn. Sem pa jaz enkrat probala iz ful velike hiše, iz zgornjega nadstropja, v spodnjega pa ni šlo, tako da. Ja, verjetno zato, ker je bilo vmes stena. Ja. Tist 15 metrov je tako brez nekih omejitev vmes. Ja. Ja, tako da, ok. Sam fore potem, da pa če tega nimam, ne, jaz sem to sam sprobala, ker sem ga imela na posoji. Ne, Kdaj imaš rojstni dan? Božiček je min. glih za božička sem imela rojstni A ja. dan. To sem prehotela povedati. Sara mi je zdaj podarila en tak velik dildo, fantazijski, ker sem si ga vedno želela. In zdaj imam glih menstro, to sem glih včeraj dobila, ker se prej niso videla od mojega rojstnega dneva. In ko bo konc moje menstruacije, bo pa Se ful veselim, take ima, veš, tak samorok je, prav reče samo ful ima vrtljaje in strukturo. svet se v temi. Zakaj rabiš, da se dildo sveti v temi? To je pa še ena marketinška glupost. Ja. Razen če ga imaš, če Res je. ga daš not, nič ne vidiš, ker Res je. upam, da imaš tam luknjo, kamor daš to stvar noter in zakaj rabiš svetlobo. Jaz zmer padem na te glupe marketinške fore. Mislim, Drugače, razumem, da imaš projektor zvezd, če se ti to zdi fajn. Ali pa če odpreš okno, pa gledaš zvezde. Ampak, kako pustimo zdaj te malenkosti. Ampak razumem projektor, ker pač če ti to ustvarja neko udobje. Ampak ne razumem, zakaj bi Na neki. polico ga daš. Kako je tvoja mami uporabila tisto igračo za okras? Sam res. Ja. Evo, Okay. dober. Ampak verjetno kakšna lepša luč obstaja. Ampak, ok, dobro, v redu, dajmo. Jaz sem pa prinesla. Neki pinki. Ja, to je pa klitela. Okay. Ni lepka, ni ime. Okay. To je pa v bistvu igračka, ki posnema oralni seks. Tako da neki zame. Okej. Prav videla sem nekaj tega, ker tako mrak pada na oči. Ker tako Jaz sem že tvoje zbrala, v redu je. Tale. Drugače, takoj, ko sem to povedala, sem bila tako, zgubila sem. Jaz ful nisem to tako premišljena dobro vnaprej, da ti pač. A veš, vem, da ne maraš tega, ampak Pa ne pa nisem rekla, da ne tako, maram, sem pač nisem ja, fanica. to Neka Sem tu je ful- tako oralni seks, da moški ve, kaj dela. Mogoče bi tak. mogla to probati, da bi videla, ali ti res ni všeč, sploh oralni seks, ali sam še nikoli nisi imela tazga res dobrega. Ker, na primer, Sari. Zdaj, to bi udar za vse une. ki so- Ja, povej, tebi je to všeč. Ne, Sari manjka to pri oralnem seksu, ko ona ima rada glavo od človeka pri svoji glavi, a ne? Ja. In njej bi bilo to pač kul. Zaradi tega, ker. Meni je tu kul. No, Jaz sem evo. probala, ja. Una s kroglicami mi je fulavra. Meni je tudi s kroglicami najboljš. Jaz sem mislila, da mi bo tale ful všeč, ki ima take, ki kuka neke Daj pokaž, grabice. kako se da gor. No, po sredincu sem ga dala takole. V glavnem zamenjajo se, a ne. In sem mislila, da mi bo ta ful všeč, pa mi bo ta na koncu najbolj beden. Tega sem mislila, da je kaj na bokserska vreča in sem bila tako, pa to ne bo fajn, to ti pač mal zavrtela ga, to ti zih po boksa, cel klitoris in pač to zihar boli. Ne vem, zakaj sem to mislila, zakaj bi lahko taka mehna igračka, ki se vrti, pač bila boleča. Ampak ja, v glavnem ful enostavno se zamenja. Tako da daš potem gor, klik. In v bistvu te liže. In kar je najboljš pri tem, a ne, ker si ti s partnerjem, zihar se je že vsaki to kdaj zgodil, ker je bila tako tik preden bi pršal, tako najbolj žlih je vse prav delal in pa rečeš, dej to deli. In pol on rata excited, ali pa rečeš, pršel mi bo. In pol on rata excited in pol on spremeni ali hitrost, ali koliko pritisk, ali neki spremeni, ki je tako, zdaj moram pa še hitrejši, zdaj moram pa še bolj močno in pojde vse v kurac. Tlele pa ne gre, ker je skozi ta konsistenca, ne? Ker to je ta. Če bi mogla dati ena svet za dober oralni seks, je konsistenca. Pač ohrani isti tempo, isti pritisk. Na začetku se malo igra eksperimentiri, pol se pa osredotoči na nekaj, kar veš, da je všeč, kako veš, pač ali ti reče, ali Jaz sem hodila reči, vidiš, povejte. čutiš, ja. To je najboljš, drugače je najboljš. In potem ohraniš tisto časa, da ne pride. In s to igračko pa pač vse ona naredi. Najbolj pomembno je to, da uporabiš lubrikant zraven, ker če to neki na suho drgneš, tak ni fajn, a ne. Tu pa res, to je pa še una igračka, ki jo jaz z lubrikantom uporabljam. Sorry, ker sem te prekinila, ampak res je, ker se ful drgne, grozno je to. No, evo. Brez lubrikanta, če to uporabljate, vam bo bedno. Mora biti lubrikant na vodni osnovi, silikon, to je silikonsko, tako da silikonski lubrikant ne smeš uporabljati s silikonskimi igračkami, ker silikon reagira s silikonom in potem se pač ta silikon igračka kratko malo stopi in rata tak. Guj. Lepljiv. Ja.
Tako da, meni je ful všeč, ker se ful hitro pržge pa ugasne, tako sam klik narediš, ne rabaš nič držati in to je meni kul, sploh, ker mal se sliš, tako zveni kot kar neka krtačka v Zobarju. Ja. In recimo, če živiš s kakšnimi cimri ali pa te lahko kdo zalot, je ful dobro, ker se to hitro ugasne, ker vse ostale moraš tako vsaj 3 sekunde držati in je 3 sekunde je lahko včasih že tako malo kritično. To je pa to hitro in si sad tako uporabljaš jo in pa slišiš nekaj in v tistem momentu, ko slišiš, lahko že klikneš. Če si kakor jaz, ki ima skozi prte na gumbih, če si kakor Sara, boš malo še iskati, ampak je še vse hitrejši. In potem lahko tudi spreminjaš, v katero smer se vrti, oziroma kako hitro se vrti in ja, imaš različne te tempe, meni tako najbolj, da se konstantno eno in isto. Pa še zanimivo je, ko pol odkriješ, katera stran klitorisa je bolj občutljiva. Ja. Ker na eni strani si bolj občutljiv, kot na drugi in pol pač, ker to ne bo, mislim, lahko daš direkt na klitoris, ampak najboljše, če daš tako zraven in če to klitoris, da te tako malo pri tej strani, zakaj ne pržgem, da tako le flip in pol probaš iz te pa z te strani in pol vidiš, kje ti je boljš. Tako da ja, pa... Meni je ful dobro to poslušati. Tako prav izobražujem se. Sicer ne vem, če bi probala, ampak zelo izobražujem. Glavno to je to, kar vam zapovedati. Meni so te boksarske najbolj všeč, tale je na 2. mestu, ta je na 3. mestu, ampak glih to je fajn, ker mogoče ti pa kdaj zapaše kakšen drug nastavek, ali pa pač ti nasplošno samem drug paše in lahko odkriješ kjer. Tako da meni je to vedno dobro, da imaš tako različne opcije v eni igrački. Jaz, ko sem prvič videla to igračko, sem si mislila, lol, kdo bi tu naredil nekaj tasga. Tako čudno zgleda, dej pogledajo pismo. Ta neka plastika, tu neke krogle. Meni tako zgleda kot brivnik, ta ženski. Ja, se tudi oglaša se tako. Ja, pač. Tvoja mami bi ga dala v kopalnico na polici. Za podepilirati dlake, a veš, tako malo zgleda, ampak dobro. Jaz sem tudi to najprej mislila. Pač, preden sem tega dobila, obstaja še en, ki je na podoben način narejen, ampak je tak večji. In jaz sem tako gledala to vedno in sem si mislila, če pa kaj ne bi kdaj nikoli kupila, pa tega ne bi. Ker pač kaj je to, ker neki vrti se in to je to ali kva. Jaz sem bila ful prijetno presenečena. Res sem bila ful presenečena. Jaz pa imam še en disclaimer za to igračko, če si jo boste kupili. Če imaš dlake, jih ne smeš imeti, ker tu se vrti in se ti pač dlake ujamejo noter. Ali pa vzameš prste, pa narazen, skotk. No, jaz ne vem zdaj, koliko imajo ljudje dolge dlake, ampak če se sploh ne briješ, ne moreš tega uporabljati. To bi rada še povedala. To je to. Ampak zdaj, pa veš kaj, prej si glih rekla, da nimaš nobene? Ne, zdaj najprej moraš še povedati, katero bi si izbrala. V bistvu si že. Tvojo bi izbrala. Sem ne bi jaz sama sebi upravljala. Ne. Meni bi bilo to zanimivo, če grem, kako ste rekli, 15 metrov. Dobro, lej. Ja. Meni bi bilo to dobro. Evo, čist primer. To je tisto, ne? Pač Vesna, kaj je bolj vanila, ampak kam je zanimivo, kad bi zdaj rekel, da gremo ven na večerjo, pa bi vedela, kaj sledi tej večeri, pa bi to imela, pa bi on upravljal mal, pa bi sami dva vedela, kaj se dogaja na tisti. To bi mi bilo pa kul. Res? Ja, tam je pa dobro. Ta ideja ti je ful všeč? Ja. Zakaj? Zato, ker jaz sem ti prinesla pa eno čist drugo darilo. Oziroma, mes pa ti pripravlja. Ja, hvala. In zdaj me zanima, če je tu nekaj, kar ti že imaš, ali bi kdaj uporabljala? A veš, kdo mi je dal to? A je to? Ne, ni. Ne? Če ga že imaš, boš vrnila, pa ti bomo dali nekaj drugega. Imam zelo podobnega, ker mi ga je Lucija podarila. Ja, takrat nisem točno vedela, kjer ga si ti izbrala. Ne, imam ta črnga, ampak ta je po mojem dosti podoben, ker on je bil analni, a ne? Ja. On je bil analni, ampak ti si reka pač, da ni nujno. Da ga lahko to ja, seveda, ampak je zelo podoben. Amo potem... Kaj? Amo pa zamenjali, rajš. Mislim, jaz imam tle s tabo še par stvari. Imaš rajš analne čepe? Ne. Imaš rajš vaginalne kroglice? Nič ne maram tega zares. Bi pa sprobala kaj, če bi mi kaj povedala, ampak to sem že. Ali pa nekaj zelo podobnega. Tu bomo dale, tegale. Ja. Tegale za uhlačke. Pa bi tega, ki ima tako na daljinček, ali unga, ki ima se na aplikacijo, da lahko greš ti v Bosno. To si pa ve zberte. Okay. Oboje je cool. Ker mi je ideja, da lahko nekdo drug upravlja, mi je všeč. Okay. Se ne, da s tem ne more, da ne opomote. Drugače tega tudi lahko uporabljaš. Ja, prek aplikacije tudi lahko. Ja. Ampak drugače sem vesela darila. Bo prav prišlo. Kako se bomo zdaj tu zmenili? Jaz sem čisto v stiski, se darilo vrne, če ga nočeš, ali se da še eno. To se bomo potem na koncu zmenila. Se nisem rekla, da ga nočem, jaz ga z veseljem vzamem. Rekla si sem, če manj kaj podobnega, pa sem rekla, da imam. Ok. No prav. A to je ona zbrala zame. Drugače smo prvič danes skompletirali še darilo,
Ker smo skozi ga hoteli za goste, ampak zmer smo pozabile, tako da ti si prva gostja, ki dejansko dobiš tukaj darila. Nehvaležna zelo. Zadnji smo ga pošiljali prek pošte, ne, še Ja. celo. Ja, se še učiva, ne. Naslednjič bi bilo mogoče fajn, da kar vprašaš gosta. Sem, ki bi rekel... Ne, vprašaj, to je boljš. Ok, cool. Pa drugi, ki bodo bolj ljudni, ki jaz bo rekli, hvala. Samo pač Ne, rekla, pa drugače res ne rabiš. Meni je pa to ful reči. všeč, da poveš. Ja, pač, jaz sem to- povedala Ja. podobnega, zdaj pa ne vem, če je to kaj razlike med unim, ker zgleda zelo podobno. A ima to tu na rokico, tist? Ja, pa bomo zamenjali, Zato bomo sem nekaj rekla, drugega. da je podoben. Ja. Bi pa rada še povedala, da tole je iz Sarine trgovine, ona ima svoj sex shop, ki se imenuje Pitch Pop in lahko uporabite kodo, Med nama 10, za vse. vse na tej spletni strani. Tako Lahko je. kupite klitelo, lahko kupite... Če pa mojega odkupite, vam dam pa še 10 Pa podpiše se gor. Ja. Oziroma vse 3. Kaj pa če ga, a veš, najprej ga uporabiš, pa prodaš uporabljenega in ne umitega. Ampak tu bi šlo pa za velik denarja, Vesna. Res. Vem, ker so pač ljudje, ki hočejo tvoje štumfe imeti. Ne, Ja. jaz bi ga umila z alkoholom. Bi če bi ga rekla dala ne, naprej. če bi une tangice za en teden hotel nekdo odkupiti od tebe, bi jih Najprej prodala. ne bi imela tangit za en teden, to smo razpucali. Okej. Ampak ja, hipotetično bi rekla, da je. Ma ne vem, mater vole, sem razmišljala, ne vem, koliko denarja bi mogla jim ponuditi, ker bi si mislila, pa mejih, ne vem, kaj boš delal z njimi. Ampak tako, da pa nekdo reče, ne vem, za koliko denarja to kupujejo. A veste? 500 evrov za en Pa teden. kaj je 100 evrov? Pa si 500 sem rekla. A ja, 500, ne, če bi dal 5 jurjev, bi rekla, mejteš smrdljive štumfe, pa tangice, ker pač vseeno za 5 jurjev grem pa vseeno lahko na Maldive. Ne bomo se zdaj branili denarja, ampak Ja. za 100 evrov pa dal pa tisto, ko neki pošljem in pa tako, snor. Ja, mislim, Jaz si mislim, da je nor. Se ne obsojam, kar naj. jaz sem marsikatere svoje štumfe prodala. Je pa čestitam. Hvala. To je dobra poslovna ideja. Je, Jaz jih ne bi, ker se mi zdi, ne bom. Okay. Ne bom. V redu. Bom raj svoje telo prodal. Ne, Okay. Zdaj smo pa prišli na ta del, ko boš zvedela, kaj je fora te lutke. lutke. Ja. Se res, o lutkah ste že rekli, Tako, da bomo govorili. Sva že pozabili. Zdaj imamo pa še to. To je pa segment Lucija in Sara pametujeta, In Vesna. featuring Boš zdaj. Vesna. Okay. Foto sem hotela reči, ampak ko imam napisan foto, veš, je featuring. To je pa iz medove.net ena zgodbica, naslov katere pa je Mož je ljubico pripeljal domov. In zdaj nam bo Sara prebrala, kaj se je zgodilo. Čakam, to so moj najljubši tega podcasta. Aha, tle se že začne. Brali bomo tako, kot je napisano, tako da če je kaj čudnega, nismo me krive. Sara prebere. No, čisto tako ni, je pa mogoče še bolj čudno. Mož si je v domačo pisarno prinesel izložbeno lutko. Ne samo, da jo je postavil tja, kjer jo lahko vsi vidimo, tudi otroci, celo oblekel jo je v usnjene hlače in telovnik. Sej vem, da ni normalno, sem mu tudi povedala, pa je rekel, da to ni varanje in da naj bom raje srečna, da ne hodi okoli, ker da jaz mu pa itak ne dam. Res je, da ne seksava toliko, kot bi on hotel, ampak on bi pa itak hotel kar naprej, men pa ni vedno. Služba, otroci, hiša pa me res mine. Kaj naj si mislim in kako naj reagiram? Že prej je bilo vse skupaj malo čudno, ker me je prosil, naj se vedno v kaj oblečem, ker ga to rajca. Na začetku sem mu ugodila, zdaj pa se mi zdi že brez veze in me prizadane. Potem imam pa že rajše, da se izživlja na lutki, meni da pa mir. Dajte mi prosim kakšen nasvet. Wow. Ja. Kaj če bi se ti to zgodilo? Ne bi bilo več skupaj, po mojem, pa ne zaradi tega, ker pač ne, ampak zdaj to bo tako zelo narobe zvenelo. Zelo narobe. Jaz, ki sem najbolj proti varanju, tako na svetu, ki bi pač ni. To je za me game over. Varanje, a ne pač zloraba zaupanja je to za me in pač le se konča. Proste roke imaš, jaz sem najbolj nelobosumen tip na svetu. Vse mi je pet na road trip, na partije, na gore s sodelavci, sodelavkami na pijačo, službene žurke, vse mi je, ker jaz isto počnem. In ne delam nič slabega. Ne? Ampak, zato pravim, da bo najbolj narobe zvenelo. Jaz bi razumela, da si najde, če že mu manjka seksa živo, ljubico in seksa in je potešen, zdrav moški, ki je mu manjka to, ne vem, to je meni isto lutka, živali, vse to, kar je pač neživo, tako, what the fuck. Živali. Ma grozno mi je, to je najbolj grozna stvar, ampak še to razumem, da če ne moreš, ful narobe, ampak še to razumem, da če ne more dobiti živečega moškega ali ženske, da
so tako neumni, da to počnejo, ampak ne vem, zakaj bi to počel z lutko. Sej pa imaš igračke, pa lahko opraviš to, ne vem, meni to je tako. Pa ti je čudno, da ima to izložbeno lutko, ali ti je čudno tudi tune lutke, ki so kot seks igračke, veš, ki so pač samo v obliki človeka. Ne vem, meni to tako deluje, kot da si nek introvert in nisi sposoben, ali pa ne introvert, narobe sem rekla, kot da tako prav zadovoljiš svojo potrebo, razumem, ampak da nisi sposoben ali pa niti pripravljen vložiti časa in truda, da bi se potrudil. Ali je to okrog svoje žene, da bi, ne vem, mogoče, a veš, jaz vedno pravim, se sem Lucija, to smo se mi pogovarjali, da treba ženski narajcati glavo. Če si ti redi tle, če ti cel dan neki pali, pa neki zelo redko, če nekaj ful narobe rečeš ne. Če pa prija domov, pa je, ne vem, si ti cel dan kuhal, pa imel 3 otroke, pa večerjo, pa za službo in reče slece, pa tako slece ti, pa pet potuš, ne vem, kaj boš naredil. Lej. Ampak hočem ti reči, da ni mi jasen, da z nečem umetnim in da to postaviš pred ženo in pred otroke, mi je tako, wow. Ampak to je meni, lej, pač naj imajo lutke. Ne vem, meni. Mislim, jaz sem kar malo v stiski, drugače povedati, kaj si mislim zadnje čase, da me ne bo kdo napadel, ampak pač meni je tudi tu bi me prizadelo. Če je tam tako ena lutka v moji hiši, pač ta izložbena oblečena tako v usnje, pa da ima rajš njok v mene, pa da se ne bi zame potrudil, pa bi se rajš za lutko, bi bila jaz ful prizadeta. Mislim, se mogoče res bere ženo kot lutko, če žena hoče, a ne? Ampak že to, da je dal, če bi imel on to lutko nekje skrito, evo, to je pač moje mnenje, bi jaz rekla, ok, ful si fair, v bistvu noče žene prevarati, rad bi se zadovoljil svojo potrebo, si se tako odločil. Ampak da ti ženski obraz nastaviš, ne, neko umetno zadevo in rečeš, lej, če pa ti nož dala on šupat, ja, ne, da to pač valjda boli. Ne. In pred otroci in vse, tam je pa malo, tam je malo posebna. No. Ja, ta zgodba se še tako razvije, da ti bo še hujš. Ja, ok, v bistvu, tle sem imela nekaj vprašanj postavljenih, ampak sta v bistvu že bolj kaj ne na vse to odgovorile. Tako da bo Sara naprej prebrala en komentar, ki ga je potem nekdo napisal na ta zapis, in potem njen odgovor. Okay? Bomo zdaj ugotovili še malo več, kako se ta zgodba razplete. Zato jaz nisem hodila zdaj kaj preveč komentirati, ker točno vem, kaj je naprej še. In me je zanimalo najprej ta prvi respons na to, ker potem se pa še malo zaplete. Mislim, zaplete. Čakaj, zdaj jaz preberem tu vse, kar je tla za prebrati. To se pravi, prvi kvadratok je nekdo odgovoril na tale prvi zapis, to se pravi, ko je ona vprašala za odgovor, je nekdo odgovoril, potem pa ona še odgovorila temu. Ok. Če nisem podobne zgodbe slišala vsaj 100-krat. Od tega polovico iz moških ust. Ne seveda tega z lutko, haha, to je ideja, ampak glede perila, položajev, preferenc v posteli. A sta se pred poroko oziroma preden sta imela otroke in hišo sploh pogovarjala kaj o spolnosti? Ti je že takrat govoril, kakšne želje ima. Si mu ti povedala, kaj tebi všeč? Kaj pa si želiš? Si ga sploh še želiš? Potem je pa ona rekla: Ma ne gre za to, da mu ne ugodim, ampak on hoče vedno imeti en teater, pa preoblačenje, kot da ne seksa z mano, ampak z eno iz porno strani. Enako kot je tudi lutko obleko. Bi pa rada tebe videla, da te tvoj mož vedno nagovarja, da naj se oblečeš kot v kupleraju, če te ne mine želja. Saj drugače res ne morem nič čez njega reči, ker je tudi pri svojem delu uspešen, otroci ga imajo radi, ima veliko prijateljev, ampak jaz sem vedno bolj potrta, ker se tudi sama vedno bolj oddaljujem od njega zaradi te situacije. Sem mislila, da bo po mojem obnašanju, ko sem ga pač začela zavračati, razumel, da mi ni vedno do takega seksa, kot je njemu všeč, zdaj pa tole. Res se počutim, kot da bi njegova ljubica stanovala z nami v hiši. Samo dokler sam misli, da ni nič narobe, kako naj mu to dopovem, da nekaj pa le je narobe. Tako da v bistvu ima fetiš na usnje, ne? In ne more seksati, če ni ona oblečena. Bi se temu reklo slaba komunikacija v partnerstvu že? Ja. Oziroma tudi, da ga je bilo mogoče, jaz tako razberem, da ga je bilo mogoče sram tu ji povedati na začetku, ne? Ker je pač hotel biti z njo in ni, in zdaj kar naenkrat ima to lutko in ona bi se mogla skozi oblačiti, ampak malo pa sočustvujem z njim, po moje se on ne more pomagati, tako jaz razumem.
Po mojem se njemu ne ostane. ampak je nespoštovanje to do osebe, a veš. Mislim, jaz si predstavljam partnerja, zdaj čisto malo zresnemo, ne, če ti z nekom deliš življenje, ne vem, zaradi mene, mislim, imaš otroke, kredit, pa si life deliš z njim, da pač jaz mislim, da vsaka zveza si zasluži zaupanje pa spoštovanje. To sta dve, mimo katerih drugače pač to ni veza, to je pač sobivanje, zaradi tega, ker se tako odločila in ne znata drugače. In tle pač to je nespoštovanje. To je nespoštovanje drugega spola in da, če on, mislim, svoje partnerke, in če je ona na začetku mu ustregla in mu proba ustregla, ne gre se ji pa vsakič pač igrati, tega. Sej problem bi bil, če ne bi nikoli hotla. Veš, tudi ona na začetku, ampak očitno je, ne? Sem zdaj vse manjkrat in pač gre na živce to, tako da, ne vem. Jaz tle ful razumem ga, ne, razumem, da pač očitno ima ta fetiš, ampak ne vem, v vezi so za veliko bolj pomembne stvari, ko so fetiši. Tako da, žal, I'm on her side here. Ja, jaz bi se čist strinjala, se mi pa zdi, da ful od tega povzroči ful pornografije, da je fulkrat primer, da pač moški gledajo res ekstremno pornografijo, ne, in pač pol ti gre tu če dalje dlje, ne, tukaj kar te vzbur. In po moje, če gledaš skozi nekaj, ki je v usnju, ti mogoče tudi možgani, če ni usnja, ne preklopijo na seks, po moje njemu ne ostane, pač on noče seksati. Se očitno imata težavo. Se očitno imata težavo, sem pač pravim, da je od nekoga zahtevati, da dela nekaj, kar mu ni, je nefair in tega v nobeni partnerski zvezi ne bi. Čisto vseeno je, smo se že mi pogovarjali o analnem seksu ali pa o čemerkoli. Če je tebi do tega super, ne? Če ti ni, pa nekdo to zahteva od tebe, pa čeprav je tebi to mogoče boleče, to je čisto, ne vem, ali pa kdaj rečeš ok, zato da mogoče ugodiš partnerju, ker tudi on kdaj naredi kaj zate, recimo poslušate, kabelskaš cel cajt, ne, malo zdaj tako govorim. Če pa ve, da ti ni, pa to od tebe konstantno zahteva in da je to obvezno, pač pol pa ne vem, imaš še kaj s takim človekom. Mislim, ne vem, to je meni znak nespoštovanja, najprej njega do nje, pa če bi te se ona temu uklonila tudi do same sebe, se potem je poteptala samo sebe. Vem, pa je njegov privesek ali pa njegov spolni objekt, pol ni več oseba, ki je vstopila v enakovredno partnersko vezo z njim. Jaz sicer mislim, da je neki drugega problem kot usnje specifično. Veš, če bi bilo čisto vse v redu, pa bi hotel tvoj moški, da si daš med vsakim seksom na roko usnjeno rokavico, eno roko. Bi si dala jo, ne bi? Ne vem, če bi vsakič dala. Lej, to je ful je težko, veš, pride dan, ko si ti, pač, ko se ti res neki. Ali pa bi, lej, mogoče bom drugače rekla, jaz ne bi seksala, jaz itak, ker se mi ne da, pač ne. Mislim, jaz, ker pač mi ni, ko je slab dan, ko se pač so stvari, ki se te ne berejo, ko so bolezni, ko je mislim, ne moje, ali pa zveš od koga, pač meni takrat ni. Mogoče bi si pa dala, evo, ja, imaš prav, mogoče bi si pa dala, ker takrat, ko se odločim, kam je, pol mi ni panike. Se tudi igrati, ne, vse, kam mi pa pač ni, mi pa ni, ne, ampak da mi pa nekdo rekel, matervala, ne vem, a ti bi dala? Meni se zdi ta situacija toliko zajebana, zaradi tega, ker štekam vajine vidike in pol, ko pomislim pa na njega, ker pač, če imaš ti king, je to nekaj, kar te tako malo pali v spolnosti, ampak ne rabiš tega vedno. Če imaš ti fetiš, pač to nekaj, kar pač ti v bistvu obvezno rabiš za to, da se vzburaš. In on, mogoče je zaradi pornografije, mogoče ni, pač ne vemo, ker pač fetiši ni toliko raziskano, da bi lahko vedel, od česa pridejo. In lahko, da na začetku zveze on sploh ni vedel, da je pač to toliko njegov močen fetiš. A ne, ker pač, ja, če imaš ti ta fetiš, pa ne poveš tega partnerju, full bad. Ampak, kaj pa, če se ti tega ne zavedaš na začetku? Ali da se razvije celo lahko. Da se razvije. Ali pa na začetku je še ona ustregla, ne? Na začetku je, ne vem, ona rekla, da sta šla na dejt, pa si dala ona usnjene hlače, ki je rekel, pa je bilo njemu pol full cool, pa seksi. Pa je on mislil, pa sej, pač ful je dobro, ona si tako velikrat to da gor in je bilo vse v redu in vse štimal. In potem s časoma je njej ratal bedno, naprimer, da sta vsakič, ko je se začel nekaj dogajati, je on rekel, hej, dej, pet si obleč uno usnjeno krilo, ki ga imaš. In je bilo netko, a ti sploh hočeš mene, a ti hočeš uno usnjeno krilo, a ne? In je pač njej tako bedno ratalo, ampak njemu je pa tudi bedno, če pač očitno to toliko nujno rab, zato da pač res lahko uživa v spolnosti. In pol tudi, potem, ko sem pač, to je bil tako dolg tred, da sem ga mogla jaz mečkam skrajšati, ker če ne bi lahko 1 uro samo brala vsa ta sporočila, ker ljudje so se res razpisali. Ampak ona je tudi rekla, da je njo, zdaj sem pa zgubila, kaj sem hodila povedati. Ona je tudi rekla, mogla sem malo skrajšati, ona je tudi rekla, da je njo. Kaj jo je motilo, kaj je... Ali da jo je rajcalo na začetku. Joj, koliko sem pa zdaj prav zablokirala sem.
grozno. V glavnem, kar sem hotela povedati, je, da je pač za oba njiju to bedna situacija, ker pač ne morata zmagati. Jaz si ne predstavljam, da tukaj lahko najdete neko umestno pot. Ker on to ona pa pač... Jaz pa pač mislim, tako, ker je da ja, objekt. če bi ona vedela oziroma čutila, da je ona pomembna kljub tistim hlačam, če bi tu pokazal mogoče na kakšen drug način, v katerem aspektu življenja, se meni ne zdi, oziroma meni ne bi bilo problem obleči unih hlač. Še sploh, če bi mi mogoče preden, tu je kar neka moška komunikacija, ki ti reče, kaj če bi si oblekla une seksi hlače. Če bi ti pa najprej rekel, joj, ful si lepa, ful si huda in ne vem kaj, da še une seksi hlače, gor bi jih pa dala. Štekaš, kuda ti reče recimo, joj, zdaj se bo pa začelo, da si ti une hlače obleč, veš. Tako kuda je tu zdaj. Jaz se strinjam z njo, kaj veš, fora je glih v tem, da če tep tip pokaže in da te ima rad, da te spoštuje, da pač štimajo stvari, boš ti tudi to naredil. A veš, ne? Če pa stvari ne štimajo, pa si greste še vmes malo na živce, ker pač si gresta, ne? Bodimo realni, pa neki. Pa vsakič potem, ko pa prije do tega, pa avtomatsko zahteva, mislim, avtomatsko je to njegov pogoj, če sploh hočeš mi je pa tako, a veš, jaz tudi, ne vem, ja, jaz točno to, kako bi rekel. In kako se obnaša, in valjda so upsi and downsi. In mogoče moški tega to malo drugače zaznavajo, ne vem, pač bistveno bolj vizualno bitje so kot me. Večina žensk. In lahko sta na smrt skregana pol dneva, pa potem, ko pride, ko se pobotata, je ta make-up seksi, no bi takrat imel usne, ona ima pa cel dan kaj se vse dogajalo in pač njej ni takrat do tega, ne? Ampak to je pač razlika. In tukaj se ne moreš drugega pogovarjati. Še vedno se mi zdi pa ta lutka na vidnem mestu, pred otroki in pred ženo, posmeh in šamar. To je klofuta. Ja, Mej to je nekje posebej in ko ona noče se obleči, pa je pa oblečeno tam. Ne vem, pač to mi je pa tako, to mi je pa meni je nespoštljivo. Drugač, to je pa, ta lutka je drugač ful nespoštljiva. Tako bolj, ker razmišljam o tem, bolj mi je tako, a res rabaš zdaj ti njej to v faco dajati. V faco imeče to, a ne? Ker on potem, to je bilo tudi eno vprašanje, ki ga je nekdo imel, ker pač jaz sem tudi, a on zdaj kaj seksa s to lutko, kaj dela. On jo gleda in masturbira zraven. On pač gleda v lutko in se samo zadovoljuje in enkrat ga je še celo najstarejši otrok zalotil pri tem. Imagine that. Tako da... Čakaj, ampak tudi Čakaj, pa če ona dva seksata, ne gleda lutke med seksom. Mislim, da jo je enkrat tudi prinesel v spalnico, če sem jaz to prav prebrala, in jo je enkrat tudi v spalnici, sam je ona itak rekla, pač kaj s tabo, da je to stran. In je on rekel, sam malo probala. On v bistvu bi hlače gledal, njega v bistvu res material rajca ali kaj je. Ja. On ima pač toliko hard fetiš na to. Pa spomnila sem se, kaj sem prej hotela reči. Rekla je tudi ona, da sta tudi tako seksala brez tega, da bi se ustje noter inkorporiralo in da on drugač je, da je ljubimec, da mu je pomembno, da ona tudi uživa, ampak da ona vidi, da on ni pri stvari čist. In da njo to zmoti. Ni tako, pač mene bi tudi zmotil, da bi pač vedela, da zdaj on to dela samo zaradi mene in da on sploh ne uživa pri tem, meni bi tudi dolo vse padalo. Pač da bi on zdaj... Ja, pa kontra tudi Lucija, ne? Ja, da on dela takrat sam, ko si ti v usnje v tem primeru oblečena, da uživa samo v tebi, se pravi ne v tebi, pa ne s tabo, ampak zaradi tega, ker ima pač Lutka, Lucija, Vesna, Sara ali pa kdorkoli gor neki usnenga. Jaz danes, a da je v redu. Se glih spomala. Sem res perfektna si za njega. Pa tale razpor, ki je vse višji, tako da moram zdaj že roke gor. Shit. Ja, ne vem, drugač, preber še tole, kaj je ena predlagala, kar se meni... Bolj težko mi je komentirati drugač tako hipotetične situacije glede seksa, ker se meni zdi, da se v seksu vse pokaže, kar drugače v življenju ni v redu ali pa v odnosu, ne, se velikrat v seksu pokaže. In pa so meni tu samo neki tako znaki nečesa drugega, ne, meni se ne zdi, da bi bilo dejansko problem v resnici nositi usnje, da je tu ta glavni problem, da se daš ti usnje na sebe. Sigurno je še. Veliko stvari razumeš, kaj mi štima, da pride do tega. To si dobro rekla, drugače. Okay. Ena je rekla, izmisli si najbolj bedast fetiš, ki mu ni všeč in bi se mu uperal in zahtevaj od njega, da ga prakticirata, tako kot on zahteva. Boš videla, bo drugače piskal. To je navaden egosit, pa nič drugega, če je egošit, pa nič drugega, če je vedel za svoj fetiš, bi se moral ženiti s tako žensko, ki ga ima tudi sama, ne pa da tebe izsiljuje za nekaj, kar se upira tvoji psihi. Potem je pa ta avtorica
vprašanje odgovorila. Sem pa zelo vesela tvojega odgovora, Monika. Razmišljam, kaj bi si takega zmislila, da bi njemu bilo res ogabno, pa da mu serviram vsakokrat, ko bi on seksal. Moram pa še to povedati, da pa zdaj že kar nekaj časa nisva imela seksa ravno zato, ker se meni ta situacija gabi, mu rečem, da naj gre pa k svoji prijateljici. In zadnje čase je kar tako, da mu to paše in se umakne. Že prej dolgo pa mu običajni seks, če ga nisem hotela obleči, ni prav pas. Če se nisem hotela obleči, ni prav pasal. Včasih sem imela občutek, da z glavo bi, potem pa kot da bi ga telo izdalo. Meni se smilo, sploh si ne predstavljam, kako je taka situacija. Pač mogoče on res ne more. Samo pol naj se ne poroči s tako žensko, pa naj si najde eno kamarada usnje. Mislim, ne se poročiti. Bodimo realni, se ljudje se spoznavamo, a ne? Se zdaj tako, lahko čez nekaj časa pride neki, kar na začetku ni bilo tako, lahko je bilo tudi tem, ne? Ampak pol je stvar, da se odločiš. Meni se zdi drugače to bedast odgovor. Da si izmisliš nek fetiš. To je pač za moje pojme otročje. To je on kao nagaja meni, pa čeprav mogoče sploh ne nagaja, ampak ne zna drugače. In zdaj bom jaz delala še bolj butasto zadevo. Mislim tako, a je to point veze, kaj? Da se upravičujem izrazu drkala drugega, kdo bo prej popustil in kdo bo... In če boš ti naredila to zame, bom jaz pol naredil to zate. To bi mogel narediti zato, ker ti je cool. Pika. To si pobrala iz mojih misli. Pač jaz se absolutno strinjam s tem. Mislim, razumem idejo, da naj mu proba nagajati. Ampak pač ne narediš nad s tem, pač za zvezo, v resnici. Pač mogoče se ti bolj počutiš v momentu, ko si tako, haha, vidiš, kako se jaz počutam, ampak je pa tle neka komunikacija zdrava, pa pač če hočeš, če imaš ti človeka rad. Mislim, ta veza sploh ne more. Če bi si bila ona dva kot človeka všeč, bi se oba dva usnje oblekla in bi seksala v usnju, ne vem kje. Ali pa oba dva bresa, ne? Tako, kakorkoli že. In ta veza itak ne funkcionira, mislim, bodimo realni, to pač ni normalno. To ne funkcionira. Je pa res, da nobene živi v njunih čevljih in ne vemo, kakšna je preteklost, a greta lahko narazen, ali ne morta, zakaj, in pač bo ta mogla mogoče s tem živeti žal in se pač nekako spogajata. Ne? Ampak pač, sorry, je pa tudi res cook bad, da pač imaš otroke in lutko v usnjo oblečeno in otroci vejo, zakaj imaš to lutko, pač to je pa že tako malo, ne? No, jaz sploh ne komentirala, ker je grozno. Ker pač jaz si ne predstavljam tega, da bi to moj otrok gledal, ker pač ne vem, s kako popotnico odraste. Pač razpucavaj svoje fetiše in težave stran. Tle pride pa dobro, ker sem se spomnila na tistega, ki si rekla, da hod na dominacijo ali na šimejle nekam. Pač plača si, ne? Nek fetiš ima in imajo te fetiš klube in si tam ti plačaš točno tu, kar hočeš, recimo, in pa lahko izživiš svoj fetiš. Samo ona ne bi dal seksa z drugo, ne, najbrž. Ne, tale se mi zdi, da ni tak fetiš, ki bi ga, pač ko on, vsakič, ko bi on seksal, bi on rad, da je ona v usnju. Pač tukaj ne moreš tega rešiti na tak način, se mi zdi. Ja, jaz tukaj mislim, da so v zadju, to, kar si ti rekla, se mi zdi ful smiselno, da so še neki globi problemi v zadju in jaz ne verjamem, da to lahko rešita sama. Mogoče s terapijo, pa še to težko. Pač sploh ne vem, to moraš imeti pravnega posebnega terapeuta, ki je specializiran za pač težave, če ima nekdo fetiš in to, in jaz to sploh ne vem, koliko je tega v Sloveniji. Je bil kakšen tak bolj koherenten odgovor od kakšnega strokovnjaka, ki vem, da nam je dobro tako pol kakšni psihologi komentirajo ali pa zdravniki, ni bilo nič takega, tako da bi jim dal nek nasvet, kako bi to rešila? Ne, nisem bila, da bi no. Tako da... Napišite, kaj bi vi naredili v takem primeru, da vam nekdo pripelje eno lutko domov. Ali pa da imate ful nekompatibilen fetiš. Ja, in kako sploh skomunicirati s partnerjem tu pol, ne? Ali pa da nekdo se upravičuje in pripelje konja domov. Včeraj sem dobila posnetek. Kaj? Na Jerry Springer, veš, kaj je bil. To sem pa gledala, včeraj sem to gledala. Kaj? Noro. Ja, pač a se je ločil od žene? Ne vem, poročil se s konjem v glavnem. Ja, poročil se s konjem. In potem sta se na televiziji lupčkala s konjem in sta tako oba dala jezike ven in konj mu je dal jezik v usta. Grozno. A veš, kdaj rečejo, ne vem, a boš imela otroke, a imaš otroke, pa imamo vojne na svetu, pa kaj je grozno, ne živiš. Ampak jaz se pri takih stvareh, ki jih vidim, vprašam, zakaj, da fakt sem poslala, pa nič mi noče. Tam naj lupčka svojega konja. Zelo daleč je. Ampak zakaj, v kakšnem svetu mi živimo? A veš, tako pač noro. No, pač to sem videla včeraj. Ja. To mi je sodelavec poslal, vas navdušen in sem rekla, super, ne pošiljaj mi več tega. Ker mi je grozno. Sem videla, ampak pa se jaz zmer vprašam, kako hočem vse strani razumeti, veš, pa si rečem, mogoče je pa ta duša od tega konja v prejšnjem življenju bila duša njegove žene in kva bo zdaj on?
Tlej pa zdaj ima tega konja in pač je v pa obliki sem konja. Mogoče pa sem usekan, dajmo to poenostaviti. Tu pa tudi možno, ja. Ja, na take stvari navadne jaz ne pomislim. Ja. Lovam, da je bila tvoja razlaga, mogoče je pa duša tega konja. Tu je bila prva stvar, na katero sem pomislila, le judoju, jaz ne vem, ker izgledal konj ful zadovoljen, ko mu je dal lupčka in jaz sem bila tako, I don't know. Drugače to je bilo v eni seriji. Pač ne vem, kaj pa jaz vem, kaj imajo tu. Čudno je meni, ampak. Moj maček je tudi zadovoljen, ko A ja, se res. ga praskam po hrbtu, ker jim paše, pozorno sem. ja. Razumeš, Ja. nič le ni narobe s konjem. Ja. Konj je super. Je On konj je je paše, da ga žrtev. carta. Ja, Kaj je narobe? Okay. ja. Ja, nič. Tole je bil super zaključek tele teme. In zdaj smo že pri koncu z igro Never Have I Ever. Mi To sem pa videla, prste nekaj dvigujete, ne? Ti Ja, poznaš? Ne, šla sem pogledat. Cute. Vsako epizodo zaključva z Never Have I Ever, imava 8 teh trditev Okay. in se igramo skupaj z gledalci, tako da tudi oni naštimajo takole prste in potem za vsako stvar, ki si jo že naredil, to se pravi, če piše, nikoli nisem seksal v službi in če si že seksal v službi, daš prst dol. Okay. In tisti, ki da največ prstov dol, gre v zapor zaporedne. Okay. In tu boš danes ti, jaz upam. To je vedno moj cilj, če pride kakšen gost, da si na koncu je gost v lesicah. To je bilo Super. kar fajn. Bomo zdaj videli ta moj vanila flavor. Ajde. Si pripravljena? Ja. Ok. Prva je ta, ki sem jo že prebrala. Nikoli nisem seksal v službi. Top. A to zdaj v tej Kateri službi? In veš, ja, dobro. Ja, ne, pač se veste, da sem bila novinarka včasih, a ne? Ja. Ampak smo bili na terenu, nisem v službi. No, aha, ampak v je pa službenem znotraj času. službenega časa. To čišteje. Pač nisem glih v pisarni, no, to nisem. A Okay. bi? Jaz bi. Odvisno s kom, pa kdaj. Zdaj se meni res ne da več te stvari. Ker pač, ker pač so ful placi, ki so bolj udobni. Ali pa placi, ki so True. bolj riski. Ta je pa glih ni na riski neudoben, tam mi ni zdaj več. Okay. Jaz zdaj si že v službi, tako da nimaš niti kljukce za narediti več. Pač. No, daj. Nikoli nisem nosil vibracijskih hlačk ali pa čepka v javnosti. Ti pa še boš. Kje si ga nosila? Ja, tega. Nisi ne? mi povedala, kje? Je v eni gostilni. A ja, Ja, še res. To bi jaz. Ja, ja. Ja, ja. To. Sam s temi hlačkami, a ne, če je lesena klopca, na kateri sediš. si Slišala, ja. ne. Ja, ja. Tako da na kakšnem takem bi bilo boljš. Mm. Nikoli nisem poskusil lubrikanta z okusom. Si še? Ja, sem. Aha, Sem. dobro. Okay. Se spomniš, kjer ga? Ali? Nek ta bolj Ziher casual. jagoda Ja, neki. zihar je bila jagoda. Pač ta nekaj, Ja. ja, Fair. casual. Okay. Nikoli nisem seksal na prvem zmenku. Nisi. Tudi nisem na drugem, pa na tretjem, velikrat, ampak dobro. Jaz sem v bistvu samo enkrat, ampak tudi to se je zgodilo. Nikoli nisem fantaziral o starših svojega partnerja. S tabo. Jaz sem išel s temi Glej, starši. Veste koga? Jaz sem včeraj razmišljala o teh vprašanjih, bene polnoči. In jaz sem že povedala, da jaz tu o vseh ljudeh razmišljam. Samo mene! O tebi sem tudi zdaj že. Ja, pa Pač jaz včasih moram malo koncept postaviti nekako ljudi in pol razmišljamo o njih tako. Starši me motijo, mene druga nič ne moti. Starši od partnerja. Včasih, veš, zakaj sem si predstavljala? Zato, ker vem, da bo ta moški, ko bo odrasel, tako kot je ta fotor. In potem sem si probala predstavljati, kako je seksati s fotrom, da Da sem sem ga videla. pustila v takem primeru, ne šla seksati, razumeš? Ne, Ja, grozno, sej sem tudi tu je bil pol vsakič. Rezultat je bil tak, ja. Ne, se ni tako hudo, ampak ja, ok, super. Drugače, Ja, fair Good enough. for you. Ja, Sorry. zanimalo me je in pač kaj. We listen and we don't judge. Ja. Se jaz ne džadžam, jaz se sem čudim. Sej. Ne. Nikoli nisem obsedeno stokal bivšega. Look at us. Cute. Jaz sem v dobrih odnosih s svojimi. Jaz bivšimi. tudi. Jaz sam nisem v odnosih. Ja. Nikoli nisem stikal po partnerjevem telefonu, pa za njegovim hrbtom. Včeraj smo se o tem pogovarjali, ko smo snemali podcast. Jaz Res? sem enkrat. Ampak pač. Ampak si ti tako, ko si nekaj mislila, pa pričakvala, da boš našla, ali si sem tako, haha, ma bom pogledala.
pričakovala sem, pa mislila sem si, pa prav sem imela. Se tako je ponavadi, imajo kar prav ženske, kadar to delajo, ne, no se nočno Meni je to zagovarjam, drugače grozno. Pri tem partnerju, s katerim sem zdaj, s katerim imava otroka, nisem nikoli. Ja. Ampak jaz mu tudi rečem, da mi da tvoj telefon, da igrice igram, ker igrice nabijam, ker mi zmanjka življenja na svoji. In mi da on telefon in mi ga tam vrže in mi tudi na kraj pameti nikoli. Nisem dobila niti povoda in me tudi ne zanima. Okay. Ampak takrat pa sem. Zato pač sem mogla dol. Fair enough. Glej, če je bilo pravičeno, pač. Evo, tako sem dala prste, lažem je. Peace. Jaz pa nisem nikoli imela, nikoli nisem mislila, da rabam in nisem. Od Jana mi tak geslo vem in on ve mojega in lahko kadarkoli njegov telefon gledam, ampak. Ja, se tu sem mislila, pa če sem malo pogledala in pa sem me zanimalo, še malo, kaj imajo v chatu, fantje. Discord chat. Ful je bilo bedno, kar neke bedarije se pogovarjajo, kar neke stvari si pošiljajo, neke ženske ocenjujejo, kdaj, tako, kaj pa tale srednje šole, le, kako se je spremenila, veš. Oh, Pa moj take bog. stvari. Joj. Ok, nikoli nisem seksal z nekom, ki mi je bil v resnici malo grd. Če ne ti je pa pol ratov grd, se je pač whatever. Mislim, jaz bi lahko spustila prst, takrat sem bila pa tako dozo alkohola, takrat mi je bil lušten. Tako da bi zdaj zlagala. Ne, to je ono, ko se naslednji dan zbudiš, pa si rečeš, kjero sem jaz. Ja, ampak ni bilo zaradi izgleda. Prej bi bilo zaradi česa drugega. Ok, fair enough. Ja, ti si na drugi roki že. Ja. Ok, Jaz imam še vedno 2 jaz prsta. sem pa ena. Ok. Cool, potrdili smo tu, da si vanila. Da ne greš v zapor. Čeprav si pa edina seksala v službi. Ja, drugače to mi je zelo všeč. In veš, ko sem prej rekla, da je najbolj čuden plac, ki ga ne smem povedati, no, to je bilo to lahko povem, da je bilo takrat. Da plot shit. thickens. Jaz bom doma zdaj 3 dni o tem razmišljala. Sej vam lahko off-cam povem, ampak res ne morem on-cam, Ja, to obljubim. sem pa pozabila, da nas snema. Nisem mislila, da nam sploh ne moreš povedati. Nice. Vedel. V glavnem... Ja, veš kaj, jaz sem prepričana, da nama ne bo tako čudno. Ja, meni je weird. To je to zdaj v bistvu, Sara je uklenjena, nič novega. Ampak vse to je v bistvu lepo, imamo neko, to je zdaj že naša Rutina. tradicija, rutina. Ja, tako. Tako mora biti v bistvu. Ja. Vse je tako, kot mora biti. Taka gajsna Dolenka. Jaz sem ponosna na te. Hvala, Res. Ker sem jaz tudi z Dolenske, jaz bolj pijem, ti pa bolj na drugem področju. Jaz sem tak reprezentativen član glede tega, da rada nazdravim. Ti pa vidim, da si pa tudi v tem, po čemer so Jaz sem znane bila pa naše punce. preveč reprezentativen član Pa si te se- dolenske dolenske kulture in pa sem mogla nehati biti reprezentativen Razumem. član. Saj jaz sem se Tako da tudi umirila. Ja. Zdaj malo. Hvala, ker si prišla v goste. Z veseljem. Ful mi je bilo dobro. Kako si se počutila? A se ti zdi, da si bila bolj zanimiva, kot si mislila, da si, ker meni se zdi, da je bilo. Nočem tega sploh. Drugače, meni sploh ni jasen. Ne vem. Ne mislim, da sem bila nekaj ful zanimiva, pač ljudje bojo videli, no, vse bojo povedali. Boš ti gledala? Ja, bom pogledala. Okay. Ker jaz pozabim, kaj povem, pa sem samo včasih presenečena na tem, kar povem. Tako da, naših podcastov ne gledam več. Okay. Oziroma pač, pogledam, zato ker pač se Lucija ve, mi sami montiramo, jaz pač montiram, ne, mislim pač s fanti. In pol takrat vidim in pol ga grem redko kdaj pogledati, tako pol, ki je že čist narejen, ker se ne morem več. Mislim, kada tretjič slišim svojo glupost, si rečem, v redu je. Ja, štekam, pa je mogoče tu normalno. Glih včeraj smo se pogovarjali, da je tako težko včasih gledati sam sebe. Tako. Ja, ali pa jaz res ne vem, vidita šele kaj zmontirano. Ne, Jaz vidim že prej. Trikrat že vidim in pol na ampak jaz koncu pol si že pač ne grem, glupa. pol ne grem več gledati, ker mi je pač. Ja. No, meni si bila zanimiva in Meni sem ful tudi. vesela, da si prišla. Ful enih zanimivih stvari sem zvela še od tebe, ki jih še nisem vedela, tako da. Vama pa še nov 6 povem ta čuden plac, pa povejte, če je bil čuden. Ker A boš zdaj tukaj, privilegij. preden nehamo snemati, Ja. da boš še... Ja, no, daj. A se ne? No, a vidiš, da ni za javnost. A sem ti povedala, da ni za javnost? Kaj še meni povej, ne moreš me izključiti. Ja. kolega. Ej, če so to slišali, kje ne?
slišala že prej, pa sem mislila, da sem narobe slišala. Si upala, da si narobe Ja, slišala? upala, da sem narobe slišala, tu res je Ja. čudno. Ja, čudno. Wow, šokirana sem. No, vidiš, da pokopališče ni tako čudno. Ne, sploh, ti čisto normalno. Ja, fulover. Ok, Slišajte to, če Ja. se je slišal. Mi bomo v tej... končali bomo zdaj. To so da vzel otroka, hvala lepa. ja, s tem bomo zaključili. Hvala, ker ste gledali. Prosim, lajkajte epizodo, pa subskrbite, če še niste, ker nam to ful pomaga in pomaga tudi podcastu rasti in so pa mi dve ful vesele. In to je to, followajte nas na Instagramu in TikToku in bi še ti kaj plagala, bi še ti kaj povedala. Ja, jaz bom tudi rekla, da dejte jih pofollowati, ker že ko smo me punce začele z veliko manj podrobnim in pikantnim podcastom, ampak smo rekli, da imamo punce povedati, kaj si mislimo in imamo pravico nazaj na glas povedati, kaj si mislimo, smo bile ful vesele podpore in svaka vam čast, da greste v te detajle. Ne, res, tako, ker ne vem, zakaj še vedno se delamo, da živimo v 17. stoletju in zakaj se o tem ne bi smeli pogovarjati. Odpirate oči, date ljudem lahko zamisliti, če vas kdo noče gledati, naj vas vaju ne gleda. Mogoče se pa folk kaj nauči iz tega in da ni nič narobe, če to počnete. Tako da, keep the good work. Res, ne, res. To si pa zdaj tako lepo povedala, jaz se ne znam odzvati. Ja, hvala rečeš. Hvala No, ti. vidiš, to je kar enostavno. Ampak ne, resno Ja. mislim. Resno mislim. Hvala. Carici sta. Jaz bi tudi imela tak podcast, nimam kaj zapovedati veliko. Pa kako Mislim, ne? Ja, to je spicy bilo zdaj. Še vse. Ja. Pa ja, ne pozabite tudi followati in spremljati tisti dnevi v mesecu. Ja. Ja, pa pogledati si petovno epizodo, ko je Lara imela tolele v hlačkah. ja. Pa Lucija je bila gost. Mislim, kaj tazga, kdaj se sprašujemo, kako daleč lahko gremo, ne? Tako, veš, in tisto, veste, šle kar daleč, ne? Ampak je bilo tudi kar zabavno. Ja, bilo luškan zelo Ful je bilo, ja. Luškan je bilo. Ja, the best. Ja, ok, to je to. Čau, čau. Se vidimo. Čau. Čau.